Lep, to jaz ne vem, moški sploh ne more biti lep. Lepota je domena žensk. Tudi tale moški spolni organ ne more biti lep, ampak je fascinanten. Grda je samo lahko ženska, ne more mi zdaj bila grda kot poziv za orožne vaje. Ampak zdaj neka namazana, spasadirana, da ne govorim o tistih napihenih ustnicah, taka bi pa rekel, ne bi diral ni sa štapom. Spoštovani, recimo gledalci, človek je brez svobodne volje. Ovladuje ga nezavedno in zato, kadar jaz govorim o volivcih, in preprosto rečem ovce. In zdaj, jaz tudi, ko bom 100 let star, vsakemu moškemu se mlade ženske dopadejo. Ona mi, ta je pa lep moški sploh ne more lep biti. Moški smo boljši, smo cari v raznih dejavnostih. Kaj pa če zdaj, ko so mame starejše, je to kaj spremeni zadevo, da je mama 45 let stara? Ja, stare babe se mu bodo dopadle, ne? Ja. Ljudje ne seksajo zato, da bi imeli otroke. Seksajo zato, ker je lušen, ne? Z užitkom seksajo. Posledica, ko jebe deca v glavo tok, da ne more več živeti. Zdaj, ali si bom dal heroin v žilo, ali pa crkno žalosti. To je spoznati, ko gospa ljubimca si najte. Ker vi boste ali naredili samomor, ali boste zboleli. Zmešal se vam bo. Vsega že imam. In se je ločila. Pozdravljeni, dragi gledalci. Jaz sem v Trbovljah. Danes imam enega posebenega gosta, to sicer zmeraj rečem, ampak to, kad imam res malo bolj posebenega, ki ga sicer zelo dobro poznam, ker ga spremljam že več kot 3 leta, mogoče celo 4. Meni je zelo všeč, ima sicer veliko sovražnikov, veliko ljudi ga ne mara, ampak mogoče zato, ker neke stvari ne želijo slišati, pove resnico. Dosti se tudi v politiko vpleta, pa bi jaz rekel, da je kar realen, se niti na levo, niti na desno ne postav. Zase sicer pravi, da je levičar, ljudje mu učitajo, da podpira desnico. Tako da jaz sem prepričan, da bo danes z nama zelo zanimiv intervju. Mislim, jaz sem postavil zanimivo vprašanja, Roman bo, sem prepričan, dober odgovoril. Tako da gledajte tole do konca, pa seveda, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo gumbek naročite, se kliknite, pa potem še zvonček, to je meni velika podpora za delo, ki ga delam. Nič narobe pa, če se tudi naročite na Romanov kanal Sigmund Freud. Sigmund Freudep. Ja, pa tako, no, veste, to je malo problem, ker pol ljudje ne znajo tipkati, ampak saj tudi, če Roman Vodeb tipkajo, bojo glih tako najdeli to, tako da tudi Roman Vodeb lahko tipkate. Tako da, Roman, pozdravljeni, me veseli, da sva se osebno spoznala, dobila sva se tukaj prvič v Trbovljah. In to na poseben dan, danes sem prvič dedek. Čestitke. Tako da ponoč se je mojemu sinu rodil sinček. Lepo. Tako da imamo novega Vodeba. No, to bo zdaj pa čist drugačen življenje, mislim. Moje starše sem videl, kako je to, kakšen vesele, ki so... Ja, sem ni tukaj, ampak je v Mariboru, ampak vseeno smo še danes že videli po Skypu. Tako da... Super, čestitke, iskreno privoščim. No, midva greva pa kar na začetku na temo odnosi moške, ženske. No, da vas sem večkrat povem, vi ste, ali pa dajte se sami predstaviti, ker se boste vsem boljš, da nam jaz kaj narobe povedal. Jaz sicer pri sebi vem, s čim se ukvarjate, pa kako, ampak da vas nam narobe predstavil, dajte se kar sami. Začel sem z nekim športom, recimo tekmovalno sem plaval 20 metrov čez je bazen, ki mi je včasih takle čas 20 stopinj in jaz sem v 2. razredu plaval tudi po 3-krat na dan. Bil vrhunski plavalec, tudi na jugoslovanskih prvenstvih 72 leta sem bil v Zagrebu, nisem nek odmeven bil, sem bil 2-krat pa v medaljah. Sem bil še 3., 4. razred, potem sem pa začel gimnastiko in tle sem pa bil pač jugoslovanski prvak, Balkanske igre 79, član mladinske reprezentance jugoslovanske, 15 medalj imam z jugoslovanskih prvenstev. Potem so pa tele moje punce, ki sem bil pa tudi trener, tudi jugoslovanske reprezentance, recimo enega 89 leta, so imele pa več uspehov kot jaz, pa sem imel jaz 15 medalj, 3 zlate na parterju, ena moja punca, ki je danes stara, koliko že, enih 44, 45 let,
Je bila pa 89. leta, ne vem, od 6 zlatih medalj imela 5 zlatih pa 1 srebrno. Pa še ni bila favoritka, takrat bi mogla zmagati neka njena prijateljica najboljša, ki pa takrat kar nehala. Tako da zlati časi moje so bile v gimnastiki, najprej kot telovadec, pol pa kot trener. Pa sem šel pa s takimi rezultati, pač trenerskimi, na DIF. In tam tudi status trenerja na DIF-u se je za mene upeljal, tam so bili samo športniki, ki so imeli status športnika, jaz sem bil pa študent, pa sem imel jugoslovansko prvakinjo, ne. Tako da so pol ta status podelili tudi trenerjem. Potem sem pa pač, po trenerstvu sem šel tudi neke podiplomske študije, tako da sem magistriral najprej v Zagrebu iz bega v bolečino skozi psihoanalizo, ne, somatično ubogljivost, ampak takrat 92. 93. leta smo imeli ta osamosvajanja, tako da sem mogel ponoviti magisterij na filofaksu oziroma iz psihoanalize motivacije, sicer formalno na fakulteti za šport, ampak moj mentor je bil dekan filozofske fakultete Ludvik Horvat, predstojnik oddelka za psihologijo, in pri njem sem magistriral prvič, uradno prvič, sicer bi rekel že drugič, iz motivacije, psihoanalize motivacije v športu. Potem pa še na filozofiji, filofaksu sem magistriral drugič iz sociologija kulture pri Močniku, iz ideologije, sicer v športu, telesu, sociologija telesa, tam je veliko že feminizma bilo. Vmes mi pa doktorat na ISH-ju, to je Institut Studiorum Humanitatis, prepovedali zagovarjati doktorat, jaz sem vse izpite sem naredil, zagovor doktorata mi je bil nemogočen, zato ker je moj mentor bil gej, moje teorije so bile heteroseksualne in so želeli, da pač ponovim doktorat, jaz sem rekel, tega pa ne bom naredil. Formalno sem oddal novo dispozicijo, imenovano Penis in ženska želja, potem po 15 letih sem pa knjigo izdal na to temo, Prvi spol se sicer knjiga uradno imenuje, je pa 8. poglavje, tam pa dejansko Penis in ženska želja, kjer sem v bistvu začepil usta feministkam, ne. Teofeminizem se v bistvu perpetuira na zavidanju penisa, kar sem kot faktor zaznal že s faktorsko analizo v prvem magisteriju, torej iz motivacije, psihoanalize motivacije. Potem se pa začel tale moj, rekel, nek upor, ne, ker takole na kolena me pa ne bojo dali, ne, jaz sem pa tak, parhezija je ta, bi rekel, govor, neustrašni govor v starogrščini, da tisti, ki neustrašno govori, so mu dali ime, da temu govoru parhezija, ne, to je neustrašni govor, ko moralno odgovoren, navadno moški, govori brez dlake na jeziku in pove, recimo v politiki, levim in desnim in sredinskim, vse, kar jim gre. In jaz sem si nakopal ogromno nekih sovražnikov na ta račun, tudi v športu, ker sem tematiziral s to prvo mojo prelomno knjigo 1999, novembra sem jo izdal, Ideološke paradigme v športu, kjer sem govoril o ideologiji v športu, ne. Tam so debelo gledali, tam pojma niso imeli, kaj je to ideologija, ustanovili katedro za filozofijo športa, da so se z mojo prvo knjigo ukvarjali Silvo Kristan, Janko Strel, pa ta partija Stara garda, ki sploh niso vedeli, da je v športu tudi neka ideologija, ne. Ideologija sama je brez predznaka, ne pozitivna, ne negativna. Dobro pa je, da zaznamo, ker ideologija je tako kot, zdaj v Faktorju sem tako rekel, sem kritiziral RTV. Ideologija je tako kot voda za ribo, ne. Riba ne ve, da je v vodi, človek, ki je vpet v ideologijo, ne ve, da je suženj te ideologije. Recimo v športu je ogromno neke ideologije, skrb za zdravje, skrb za zdravo telo, skrb za seksualno telo, to vse so ideološki mehanizmi, ampak to je treba filozofe brati, recimo Luja Altiserja, ki je imel ta ideološki aparat države. In jaz s temi 3 podiplomskimi študijami oborožen, grem recimo nič hudega sluteč v nek medijski eter ali pa v stroko športno, ne. Tam je padalo po meni, mislim, užgi po siromaku, ne. Jaz se pa branil z neustrašnim govorom, ampak samo še enih več sovražnikov sem imel, plus ta na grmadi zažgan doktorat, šport skozi psihoanalizo, tam je pa vse seksualno. In pol moje življenje, to je lažje, jaz se rečem v hecu, lažje biti kučan, pa Janša kot meni vodeb po vodeb.
Skratka, tokle sem malo vse povedal. No, se pravi, neke vrste psihoanalitik ste, s psihologijo se ukvarjate, po domače povedano. Človeške duševnosti, ampak psihologija je, bi rekel, zalutala v tem v zavest. Ne. Freud je bil epistemološko prelom, spoznavno-teoretsko prelom v smislu, da je rekel, tolo zavest dajte stran, pa se ukvarjate z nezavednim. Ne. In je naredil ta epistemološki prelom, kopernikanski obrat v filozofiji, se reče. Ne. Središčno točko je prestavil v nezavedno in rekel, človek ne samo, da je slep kot subjekt, slep za svoje jazova razmišljanja o sebi, ampak slepota je tudi simbolne narave. Ne. Se pravi, mi moramo to budnost razumeti tako kot sanje. Ne. Sanje niso kraljevska pot do nezavednega, ne. Samo to, kar je rekel Freud. Sanje so, ko jih interpretiramo, kraljevska pot do simbolnega, do simbolnih procesov. Ne. Mi moramo sanje razvozlati, da vemo, kaj sanjamo. Ampak mi moramo tudi budnost razbrati skozi simboliko. Ne. In potem se pa tukaj zaplete, ne, ko jaz rečem, da gol ni gol, ne, to je ta moja znamenita teza, ne, gol je simbol vagine, ne, not ga je treba dati, ne, koitus pa tako zadeve. In ko so Handanoviča, ne, tega, ki je zdaj evropski torej podprvak, ne, Semir Handanović, so mu rekli, če on zdaj tam deviški kožnjak, ne, himen, ne, gol pa že ni vagina. Mislim, on ima kot car privilegij v ženski želji in ima najlepšo zmajčico, ampak ker je dober golman, ker zdaj ne da ni pameten, ampak izobražen je toliko, da bi to vedel. Zdaj če pa kakemu odmevnemu alfa samcu, kaj povem, ali pa recimo teli Urški Klakočar Zupančič, recimo povem, da so štikli rdeči z visoko peto. Sorry, tole naši imajo neke vaje. Ne, potem se je pa zmešal, da žalim ženske. Mislim, sorry, ker sem sev, ki prinaša slabo novico. In jaz sem zdaj kaznovan za svoje znanje. Meni se zdi absurdno, recimo, da tam je neka policija preganja zaradi mojega neustrašnega govora, jaz pa v tem govoru recimo pa sporočam neka znanja, ki so univerzalna. Tisti, ki to ve, da govorim, Freud bi mi ploskal. Ne? Mislim, tle imam pa same ene probleme, tako da, mislim, jaz se opravičujem, ampak moj namen ni, da bi žalil ne šport, meni je rekel en Lev Kreft, ne, sred Beograda, to je bilo na YouTube posneto, ne, Vodeb žali šport. Kako to mislite, žali šport? Mislim, jaz bi rad o športu nekaj vedel. Jaz bi rad nekaj vedel o človekovi duševnosti. In ta egopsihologija, ne, če se vrnem, se pokvarja zavestjo. Ne, kot človek misli, da ima svobodno voljo. Ne. Spoštovani, recimo gledalci, človek je brez svobodne volje. Ovladuje ga nezavedno in zato, kadar jaz govorim o volivcih, ne, in preprosto rečem ovce. To so vodljivi, to so slepi, kako jih drugi vodijo. Ne. Zavest nič ne ve v našem nezavednem, ne. Smo slepi. Egopsihologija pa sprašuje človeka, ne, kaj bi povedal recimo o motivaciji. Ne. Ko sem jaz proučeval motivacijo, sem imel tem zavestni anketni vprašalnik in te mladostniki so govorili o nekih motivih, zakaj se ukvarjajo športom. So pisali neumnosti zaradi zdravja, pa boljšega počutja. Mislim, se ta boljše počutje je že v redu. Ampak neke nebuloze so se jih naučili skozi indoktrinacijo v šolskem sistemu. Ne. Vas me sem malo prekinit. Lahko probam ugant, pa nisem še tudi slišal, zakaj se moški ukvarjajo športom. Zato, da lažje dobi žensko. Je nekaj na tem. Zmagovalec ima privilegij ženski želji, tam se pa tam manj izkaže. Kdo je prvi? Če si ti prvi, ne, veš, da si prvi na listi strelcev, ne, ko bo neki en gol dal tam. Ne. Jaz sem recimo za šport govoril tako malce pikantno, da se me je malo uslišalo, da so z obema ušesoma poslušali, da je šport eno samo kurcemirstvo. Ne. Kurčenje, po domač povedano, sorry, tukaj na mene verjetno ne bojo cenzurirali, ali pa mogoče tudi YouTube. Ampak recimo stari Grči, ženske, katerim je zmaga namenjena, niso smele biti niti kot gledalke na stadionu. Ne?
ker je ena mama za svojega sina navijala, poje pa Joška ven skočila in so ogrinjala in so hotel vršt čez pečino, ne. Jaz, mama, moj sin je zmagal, ne. In potem te ženske niso vrgli čez pečine, ampak od takrat naprej so pa device niso smele biti na tekmovanjih. Zakaj niso smele biti? Ja, devica bo dobila ta pravega onga zmagovalca, ne? Zato, ker je zmaga namenjena mami. Ne? Zmaga je namenjena mami. Ne? Ampak ta zmaga bi se morala zgoditi v njegovem otroštvu, dečkovem. Ne? Ampak v tistem boju za mamico je pa tisti, ki zmaga oče. Ne? In v športu športniki vselej premagujejo nezavedno simbolno svojega očeta, ki mi je mamico ukradel. Ne? In potem naslednik očeta je pa športni nasprotnik in ko ti zmagaš svojega športnega nasprotnika, se to še naveže na koncept kastracije, ne? Mu ga odrežeš, ne? Ga kastriraš in užitki v športu, ko moški zmaga, so enormni. Ne, ker se napajajo iz ideje, zdaj sem pa skončno očeta premagal, tistega očeta, ki mi je kradel celo otroštvo mamico. Ne, in potem se tukaj sprostijo enormne količine užitka, pri ženskah pa ne na tak način, ker ženska, ko zmaga, nima privilegijo moški želji, ne, razen če je lepa. Ne, se pravi, moški, ko zmagujemo, ampak ne samo v športu, politika, ne, gledajte zdaj Goloba, ko je upecal, ne, kako Tino Gaber, ne, kot zmagovalec, če bi bil nek loser, recimo, berači so recimo luzeri, te nimajo žensk. Beračica pa tako rekoč ne obstaja, ker beračica se pa seksualno izpostavi in dobi sponzorja, ne, gospodarja, ki se mu seksualno dolži, ampak on poskrbi zanjo. Ne. To so ene zakonitosti, ki je Freud jih je nakazal. Ne. Jaz sem pa zadevo pa upgradal, ne. Sem pa kar malo več povedal, na to temo pa bolj predrzno. Samo tole pa bivši moj delavec, ki čist. Jaz sem direktor tega zavoda, zdaj po 2 letu pa pol so nekaj spucali, ampak ne do konca in sorry tale zvok. Mimo grede povem, jaz sem bil nekoč direktor tega športnega zavoda, pošlihtal sem vaš šport, za nagrado so me pa vrgli na cesto, čez noč. Pa sem pa začel malo več s tolo psihoanalizo. No, vse je to dobro, da ste zdaj vse pa s tem začeli ukvarjati. No, moja prva tema bi bila, se pravi, odnosi moški-ženske. Zdaj, vi ste enkrat rekli, da ko ste bili mladi, ste bil car za ženske, vam verjamem. Dajte povedati, kako naj to moški dosežemo, vsi bi bili radi cari, pa je malo težko, ne? Ne, vsak ima nekaj adute in tudi ženske imajo svoj interes, kdo bo, torej kjer moški je všeč, recimo, ona ima interese in nek interes ene glasbenice je pač dober virtuos, ne, pa se bo tam v glasbenike še prej v rockerje, tiste kitariste, so se bolj imala, ko bo šla ko muho na drek, na kitaro recimo, ne. Kitara je magnet za babe. Ne, vsaka tam pade, rockerji se kurčijo z električno kitaro, ki je transparentno kurčenje. Ne. Akustična kitara je pogovarjanje z mamo, ne, ima drugo konotacijo. Ukulele je spolska, ker je premejhna, neka otroška varianta. In teh interesov, ki jih imajo ženske, je malo morje. Ne. Pa se pa moški nekje najdejo kulturniki v kulturi, neki umetniki umetnosti. Recimo jaz sem bil jugoslovanski prvak v gimnastiki, tale moja, mati mojih 2 otrok, ki je tudi danes postala babica, ne, ta je imela pa očeta, ki je bil z Mirom Cerarjem tam v nekih reprezentančnih vodah. Ne. Zdaj malo je prezgodaj umrl, ampak v Trbovljah je bil memorial. Ne. In jaz sem memorial njenega očeta zmagal. Ne. Ona je pa medalje nosila. Jaz sem bil pa zmagovalec memoriala, ona je sam še mene videla. Imela je pa srečo, da je bila lepa, če se ne motim, bila tudi mi iz gimnazije. In zdaj moški pa pada na lepoto, ne na zmagovalnost. Moški izključno na lepoto. Ne, tisti, ki so imeli dominantne mame, in pa še tudi neka odločna ženska. Ampak načeloma moški pademo na lepo žensko, mlado, zato ker smo bili kot otroci zadeti, kot dojenčki že. S prvim objektom želje, to je pa mamica. Ne. In mi imamo prav spomin na lepo mlado mamico, ne. Mene je imela pri 22 letih in zdaj, jaz tudi, ko bom 100 let star, vsakemu moškemu se mlade ženske dopadejo.
mis sveta je mladenka. Mislim, čeprav hoče zdaj z ideologijo, tam Brazilka, neka 38 let stara karierna, v Nemčiji je zmagala na mis Nemčije. Mislim, te zakonitosti so naravne. Moški imamo mlade, ženske radi zato, ker smo imeli kot otroci mlado mamico. Tam tiste joške vidimo se nam zasukne, ker smo bili dojeni. To je prvi užitek, ko vidiš, ne vem, polno joško, se napiješ, blažen si, pa je lepa mamico. Ne? In zdaj obstaja videi, kako so dojenčki zadeti svojo mamico, 10 minut nepremično gleda. To je tista prva zaljubljenost, ki jo moški podležemo, ko vidimo neko lepotico, ne, to bo včasih treba zamižati, ker če jo vidi, si gotov, ko bi si dal heroin v žilo. To tako je, feminizem pa to zanika. Ne, pa hoče biti enake nekje po spolu. One sploh ne vejo, kako smo mi moški zadeti z lepoto ženske. One sploh nima tega prebliska. Tudi podrazno ne vejo. Ta je pa lep moški sploh ne more lep biti. Moški smo boljši, smo cari v raznih dejavnostih. Nekdo dober vice prav, nekdo veliko dober, ne vem, je plemenit, je v društvu gojitev malih živali, ona ima pa 1000 hrčkov doma. In potem sem še tega videl, ko se s tem z malimi živalmi ukvarja. Ne? Pač športni, če je oče športen, se ženska navdušuje nad športniki. Športniki so mamljivi že zato, ker so transparentni zmagovalci. Zmagati je pa to že povezano s tistim očetom, ki je bil tako rekoč zmagovalec, celo otroštvo za tej deklici. Ne? On je vse naredil. Vse, kar mama ne more, oče lahko naredil, ker je bil močan. Ne? In mamica, torej deklica celo zapusti prvi objekt želje, to je mamica, in preide na očeta kot bitje s penisom. Ne? Ona ne gre iz mamice na očeta kar tako. Očka je več vreden, ker ima tisti mednožni ščinkavec, tistega lulčka ima več. Ne. Ko deklica motri anatomijo genitalij, ona v eni točki primerja anatomijo genitalij lastnih, ali pa ženskega spola, tudi mamice z moškimi, z bratcem, s sosedovim dečkom, pa očetom, to je moški spol. Se pravi, oni imajo lulčka. In potem zamenja objekt želje in gre na bitje s penisom. Strogo teoretsko si ženska ne želi moškega kar tako. Epicenter ženske želje je moški spolni organ. Slučajno ga ima pa moški. Ne? In zdaj to ne morem simpatično povedati, ne, da bi glava pekla, potem grem pa na oder, imam pa tam razočarano gospodinjo pri seksologu, tam pa reče, mislim, soigralka, z vrtene klobase moš celega prasca vzeti. Ne? Ampak vse smejijo, ampak globoko tam v jedru je pa veliko teorije, konsistentne pa resnice, ki je kruta, ampak če jo v vid zaviješ, je pa smešno gledljivo. Prej ste rekli, da je pač dojenček zadet za mamino lepoto, ki je stara, mlada mamica. Kaj pa če zdaj, ko so mame starejše, je to, ki spremeni zadevo, da je mama 45 let stara? Ja, stare babe se mu bodo dopadle, ne? Ja? Mislim, ali pa če ima babico otrok, da je mamica karieristična, pa ima ga babica Mirka, kot varuška. Ne? Sem že imel par takih, tam na not imam jaz ordinacijo, da ne rečem, pisarno. Tam je prišel eden, je rekel, jaz sem star 25 let in imam punco 25 let staro, ampak to ni to, jaz, ko si ga še tam, ročne spretnosti, ko razvija, to moram jaz vse vedeti. Je rekel, jaz imam staro babo tam noter, 50 let, ko je z mano naroba, sem bolan, to noben nima. Si rekel, ne, zdaj, a te mama imela pri 45, a si imel pa babico Rajko kar mamico. Babico sem imel Rajko kar mamico, je to, ki to, ne. Mislim, to so neke vedno infantilne zakonitosti, se pravi, neke stvari se v otroštvu dogajajo in neke specifike v nekem seksualnem okusu oziroma okusu moških in žensk je vedno povezano z otroštvom. Ne. In če tam za dečka bila neka babica skozi prisotna, ki me ful rad, pa si tudi starejšo žensko izbere, tukaj je tudi logika, ker te mladenke ne znajo tako dobro seksati, te mali bolj izurjene, dobiti 25 let in eno 35 letnico, to, ko bi v porniči bil, s tomu čist zažge hard disk. Tako da so pa tudi, če je mamica zelo dominantna, ukazljiva, avtoritarna taka bolj, potem mu pašejo odločne ženske, stereotipno pa nezavedno prepozna v starejši ženski kot bolj odločni. In tisti, ki so imeli dominantne mame, imajo 5, 6 ali pa tudi 10 let starejše partnerice. Zdaj, ali življenjske, ali za seks, rajcajo jih,
Mislim, jaz sem imel tudi staro mamo, ne? Ampak ne vem, jaz to s starejšimi ženskami sem šel, pa sem se analiziral, ker je bila veliko moja stare mame, ne, v mojem lifeu. Ampak vsak dan je mamica prišla, ne. Zjutraj sem bil staro mamo, pa je pa mamica prišla, sem bil zadet z mamico, ne. Tako da te zakonitosti imajo rep in glavo, so konsistentne, ampak jih je treba razvozlati. Psihoanaliza je pa miselno orodje, ki nam pomaga razumeti to zgodbo. Enkrat sem v eni knjigi prebral, ne, zakaj so moškem všeč mlajše punce. Pa je bil odgovor tudi enih priznanih svetovnih avtorjev, da zato, ker moški podzavestno iščemo mlado in zdravo samico, ki nam bo rodila zdrave mladiče. Kako pa to komentirate? To je laično mnenje na pol podučenih znalcev, ne, poznavalcev neke duševnosti, ampak razumeti psihoanalizo, mislim, nekdo je prebral Freuda ne natančno, nekdo pa ga je pa študiral. Ne. Freuda je treba doživljenjsko študirati, joj, tale moje Loki hišo čuva jezno laja, ker ne zna govoriti. V glavnem, tisti, ki nas pol poznajo človekovo duševnost, lahko na nek všečen laičen način nekaj razložijo, pa ima celo rep pa glavo. Ampak z nekim konsistentnim miselnim konceptom, kar psihoanaliza je, pa se da jeti v večje detajle. Ne. Naše nezavedno ne razmišlja, kako bomo mi imeli potomce take pa take. Mi v seksu samo uživamo. Če ne bi bilo užitka v seksu, ne bi bilo potomcev. Ljudje ne seksajo zato, da bi imeli otroke. Seksajo zato, ker je lušen, ne. Z užitkom seksa. Posledica pa, ker ni bilo kontracepcije, se je pa rasa homo sapiens obnavljala zaradi nebrzdanega uživanja žensk in moških. Ker ženska v seksu toliko uživa kot moški. Seveda, če zna moški pravilno pristopiti, ne. Tako da tiste laične fraze so tako, no, so laične. Nemava čist sreče. Dobro, nima veze, brez sikerancije. Ja, zakaj je pa to, zdaj se mi poraja vprašanje, zakaj so pa kao lepše suhe ženske? To sem tudi jaz nekje prebral, da zato ravno iz tega, ne, ker so bolj zdrave in bojo nam bolj zdrave potomce rodile. Ni čistko. Zdaj, tale gejovski lobi, ne, feminilni geji grejo v dekorativne poklice, v modno industrijo. Večina feminilnih gejev, včasih bi se jim celo rekli, da želijo biti trans ženske, ne? Moški, ki gre v žensko. Zdaj, te modni oblikovalci bi zelo radi bili objekt želje moškemu. Ne? Oni so visoki, pa suhi, koščeni, brez jošk. Ne? In potem oni zbirajo nezavedno manekenke, ki so njim podobne. In pa so vse tako bi zdahalo ušle, podhranjene, ne? Same kosti so jih brez jošk, pa velika je. Tako neka verzija tistih feminilnih gejev, ki vladujejo modno industrijo. Ne? Ampak, bi rekel, naše nezavedno ne razmišlja, kakšne potomce bomo imeli. Ne? V tej kulturi, ki ni barok, se je pač ta tvigica prijela po tej logiki, ki sem povedal, pa še ena druga logika je v ozadju, ne? Ta je malo bolj perverzna. Namreč, zdaj, če dobiš tam baročni kombajn, ne, ti pa s tisto eno bilko tudi zraven ne prideš. Ne. Mislim, jaz na odru rečem, ko te hodijo meni hujšati tudi, ne, s hipnozo. Ne. Zdaj to ne zna, jaz bi pa shujšala. Ne. Ja, največja nočna mora, če dobiš ta korit, ti tudi do bliz ne prideš. Ne. In to jezi žensko, ne. Mislim, jaz na odru, kaj na to temo rečem, niti ne upam, ker bo res perverzno, ampak tam na odru, ki je vse kulturac, ne, tam vse gre skozi, se režijo, ampak tam, ko so ritnice taka, ko ena rit, ne, ti nič ne opraviš. Moška duševnost je narejena, da ko ti tam izpolnjuje ženski željo, ima da se dere. Zaradi užitka. Ne? Zdaj pa, če ti to ne zamašiš do konca in naprej, ne? Da tam tudi ne trzne, ne? In zdaj, če ima tak kombajn, ne trzne. Ne? Če je pa malo bolj shirana, ne? Pa ko to uturiš, se sliši glas v deveto vas. Ne? Mislim, malo, sorry, kad tako govorim. Ni problema. Pol pravite, da pri moškemu, da je neki velik osvajalec, magnet za ženske, niti ni pomembno, kako zgleda, če sem vas prav razumel.
Ne. Jaz sem bil enkrat v Rimu na enem 10. svetovnem kongresu pač rekreacije. Ne? In tam je bil tudi Alberto Tomba. To sploh ni zraven prišel, to je bil 30 bab, okoli čista ena grda buča se je tam videla. Ne? Mislim, da je Alberto Tomba lep, to jaz ne vem, moški sploh ne more biti lep. Ne? To lepota je domena žensk. Ne? Tudi tale moški spolni organ ne more biti lep, ampak je fascinanten. Fascinare pomeni uzreti moški spolni organ, erektiran. Je fascinanten. Ne? Da bi bil moški lep, to je absurd v komunikaciji. Ne? Tam so bile tudi ženske, ne? Tam neke smučarke, mislim pa Irena Ševinska. To je imela nos, ko, ne vem, kje češ to, ne bi dal lupčka, niti podrazna, ne. Pa je bila svetovna prvakinja, tam 400-800 metrov, Poljakinja, ne. To je tudi pogledali niso, ne. Pa je tudi legenda bila. Alberto Tomba, to je bilo tistih lepih bab, nobene grde. Same lepe, ker grde vejo, da ne pridejo zraven. Mislim, sorry, ker se tako izrazim, ne. Ker ta koncept grdosti, to ni, da bi bil, ne, grda trava, grde ciprese, grda hiša. Grda, recimo, ne, to je zdaj, najbolj sovražen. Grda je samo lahko ženska, ne more mi zdaj bila grda kot poziv za orožne vaje, ne. Ampak to so te, bi rekel, komunikacija v ljudskih srcih, ne, ženska je lepa ali pa ni lepa, zdaj, če ni lepa, je ta izraz, ne. Moški ne mora biti grd. Moški je car ali pa nisi car, ali si zmagovalec ali pa loser. Ne? Luzeri ne dobijo, razen z nekim blefom ali pa neki glumijo, pa babe glumi kupijo. Ne, pa pokaž, če si car. Ta prav car ima pa denar, ki je simbol moškega spolnega organa. Ta prav moški mora zeakulirati ženski denar. Ne, to je diktat genitalij. Ne? Anatomija genitalij vezana na kastracijski kompleks, ne samo, da je Freud je rekel, da je moški aktivn. Ne, moj izraz je, da je moški dajajoč in sistemu mora omogočiti zeakulirati ženski denar. Denar ni samo simbol dreka, analna faza, ne, ampak je simbol moškega spolnega organa. Ne. Ženska je pa pasivna, sprejemajoča, ki je njena vagina sprejemajoča, ona srka, ne, da noge narazni, ti pa srka 1500 evrov. Ne. In tisti moški, ki da, pa upajo, da jo kaj dobili. Moški brez denarja ne možeš bez kurca na svadbo, se reče, ne. Jaz na odru rečem, brez denarja, drki si ga še naprej. Ne. Mislim, star slovenski pregovor, kdor ne dela, naj si ga drka. Ja, ne, ker če imaš denar, lahko žensko spraviš v dolžniški odnos. In daješ denar, in ona je tvoja dolžnica. In ona gre hunemu providerju, ki jo bo razvajal, ki jo bo zalagal z denarjem, varno zaščita, denar. Ne, in pa je vsa blažena in on se zaljubi se v moškega, ki mi nudi varnost, denar. In pa je zaljubljena ona, ampak njeno nezavedno kalkulira, koliko je ta moški podobno očetu, ki je lahko hudič rep spulil. Ne. Oče je prvi bog. Mi verjamemo v Boga zaradi tega, ker smo imeli nepremagljivega očeta. Tisti, ki niso imeli očeta, Bog ne more do živega, oziroma kvečemo v cerkvi lahko indoktrinirajo recimo enega otroka, dečka, ki nima očeta, ga skozi verouk indoktrinirajo z Bogom. Ne? Pa se pa vpraša, Bog obstaja, pa reče ne. Leonardo da Vinci ni verjel v Boga. Prvi ateist je bil, ker ni imel, v ključnem obdobju fotra ni imel. Ne? Jaz sem bil pa ateist, moj fotor je bil nepremagljivi. Skozi sem bil ateist, pa po eni točki si rekel, jaz čutim, da Bog obstaja. Ne? Pa berem Freuda, ja, itak, da čutim, ne, če sem imel tega fotra, ki je bil nepremagljivi prvi bog. Ne. Se pravi, vaš oče je bil veren ali ni bil? Oče ni bil veren, mama je njegova bila. Ampak moj oče ni bil veren, zaradi tega, ker je bil njegov fotor simbolno kastriran, ker je s tifusom v prvi svetovni vojni zgubil sluh. Ne, in se norca dela z njega, je bil fotor, brez kurca, ne, je bil fotor. In pa ga moj fotor ni jemal resno, in pa je prišel in hodili so v verouku, kakor se je smel pač po vojni. Moj fotor je bil letnik 37, mama je skozi molila, ne, 3 sinove je izgubila. Pa je rekel moj fotor, mama, kje pa je ta tvoj bog, 3 sinovi so ti umrli prezgodaj. Vsak dan moliš. Je rekel, Boga ni.
Božja volja je rekla. Ja, je tako vse povedala, pa še za nameček, ne, ki je bila že stara čez 80 let, je pa kap zadela pa v cirku, ki je molila. Ne. Moj foter je bil ateist, ne. Jaz sem bil vzgajan ateistično, čeprav na pobudo očetove mame so mene krstili. Pa jaz do 25 leta nisem vedel, da sem krščen. Ne, ker me je foter ugrabil moji mami, ki pa so bili tudi ateisti, formalno pač po vojni, star foter, moj Loro je bil partizan in cirkev je bila prepovedana, sem bil krščen, ne, in pol ne, foter, ni Boga, okej, po jaz na eni točki začnem po 20. letu čutiti, da Bog obstaja. Res pa je, da sem bil že mladi Freudovec in v analizi Leonarda da Vincija razloži Freud, zakaj človek verjame v Boga. Ne? Mi vedeti ne moramo, ali Bog obstaja. Ne? Verjamemo pa. Kdo pa verjame? Tisti, ki ima močnega očeta. Ne? In jaz sem imel močnega očeta in čutim, da nekaj obstaja. Ne? Čutim nekaj, kar bi lahko bilo Bog, stvarnik. Ne? Jaz skozi verjamem v usodo, ne? Tudi včasih se niti ne borim, bo že usoda poskrbela. Ne? Ker čez mojega fotra se ni dal. Ne? Tukaj je bil močen, da se ni dal in jaz kar vržem puško v koruzo, bo že usoda poskrbela, kakor bo pa bo. In tudi vem, zakaj imam ta koncept usode, zaradi mojega očeta. Ne? Sam, če jaz rečem, usoda je, potem priznavam, da Bog obstaja. Ne? Mislim, to se izključuje. Ne? Če ti priznavaš v usodo, rečeš pa, da Boga ni, to se tepe. Ne? Če usoda obstaja, pa je tisti Bog, kreator usode oziroma stvarnik. Jaz sem svoj čas še malo bolj bil v teh nezemljanih, ne? Mislim, naš Bog so neki nezemljani, neka izvenzemeljska civilizacija, ki nas je toliko tisoč let nazaj ustvarila oziroma zbrala planet, mogoče v 7, ne toliko dneh, ampak v 7 obiskih, po teh vesoljskih poteh se čas ustavi, ne, je zbrala zemljo, naselila življenje, dinozavrov, vse živa, pol pa tam nekje v enem 7. obisku sta pa tam, ali ne, v 6., ne, ker 7. dan je pa Bog počival, se pa gledaj, kaj so naredili. So tam neke Adame pa Eve, dali neke raje, tam oaze. Tako jaz to gledam, da je možno, tako znanstveno. Jaz pa bolj Darwinu verjamem, tako da. No, čeprav je bil oče tudi močna oseba, pa je bil tudi ateist, stara mama pa zelo verna od očeta mama, ampak jaz pač preprosto Boga ne morem verjeti, če bi. To je tako, ko se ne moreš v enega zaljubiti, če ti ni, mene pač to ne more noben prepričati, ker. No, jaz sem tudi malo Darwina, ker Freud recimo je bil tako kot Darwin, pa Kopernik, pa tudi Kant, epistemološko prelom, zato, ker je ranil človeški narcizem, tako kot ga je Darwin, Kant, pa Kopernik, ne. In Freud, ne, to so ranili človeški narcizem in sesul človeka. Ne. Darwin ga je sesul, ki je rekel, pa človek ni božja kreacija, ampak iz opice je nastal. Ne. Mislim, tle se da malo, jaz kupica enih stvari še vidim, da bi težko bilo zdaj tole, ne da bi kjer prej planiral. Ne. Jaz trdim, da je neka ideja v ozadju in če jaz rečem, da je ideja, ne, potem moram priznati, da Bog obstaja. Ne, ne moram reči, neka ideja pa je. Ja, čigava pa je od nekega stvaritelja. No, to smer pač, ampak moj ne doseže do spoznanja. Ne. In se znam ustaviti, se niti ne kregam, imam to mnenje. No, jaz kaj več o tem ne vem povedati. Dejal se pa vrniti nazaj, se pravi, k tem odnosom. Če sem prav razumel, se pravi, pri moškemu, če biti magnet za ženske, najbolj pomembno, da denar ima. Mora biti car, ker ti, če si car, zaslužiš denar. Ne? Pa jaz gledam te absurdne videe na YouTubu, ne? Ko ti pride ženski, pa se pokaže, koliko je lep, a greš z mano na kavo. Ne? In kaže tisto lepo glavo. Ona gleda na uro, nimam časa. Pa pokaže Ferrarija. Ne? Takoj cajt dobi. Joj, imam cajt. Pa reče gold diggers, ne gre za gold diggers. Ona skalkulira, ne? On pa reče, ajde, zdaj pa videla, da imam, ne, badak je ta tip. Ženska je prav razmišljala. Se pravi, tisti tip, ki ima Ferrarija, je car v nečem, ker drugače ne možeš darja zaslužiti. Razen, če se baraba pokvarjena, ne? Da si mafijaš, prodajaš kokain, pa zaslužiš. Ne? Pa določene ženske niti to ne bi motilo. Sam, da daje denar in da postane provider, tak car, kot je bil oče, ki je reševal, ne vem, celo družino.
In je oče kapo di banda družine in deklica je omamljena s svojim očetom. Oče od mamice, tabu in cesta, ko bom velika, se bom poročila z očetom, pa spozna, da je oče od mamice. In pa tabu in cesta pa gre pa na druge moške, ki so cari, takšen car, ki je oče bil. Oče ni tam bil, ki je bil lep za hčerkico, ne. On je bil markanten, ker je hudiču rep pulil. Tudi če ni bilo hudiča, je rep spulil, ne. Bil je večji, ne, močnejši, ogromen je bil. Mama se ga je bala ali pa ga ubogala, ne. Zato mama ne sme kastrirati očeta, ker to je škodljivo za hčerka na en način, za sinove na drug način. Ne. In pa se pa zgodi zgodba, ko pride moški, ki je uspešen v nečem, in v tem sistemu bi najuspešni moški tudi zaslužili, ne, in omamno je imeti denar, s katerim si olajšaš življenje, se pravi, kupiš neke dobrine, ne, ampak denar sam po sebi ima falično simbolno strukturo, je simbol penisa. Zato smeste na odru reči, ne, denar strogo teoretsko, ok, če je v zadnjem žepu, je to analna faza, ker denar je prvo darilo, s katerim, torej drek je simbol denarja, z drekom mali sralec trguje, to je prvi zaklad. In tudi denar je zaklad. Ampak nek moški mogel v šlicu imeti, ne šlic dol, pa denarnico ven iz šlica. Zato, ker se z denarjem, to simbolno gledano, moški kurčijo, ne. Imaš denar, imaš privilegij v ženski želji. In je ženska zadeta in z denarjem in s tistim carem, ki je tako dober, da ta denar zasluži. On je zmagovalec v nečem. Že si ti car v nečem zmagaš. Kaj pa to pomeni, da zaslužiš? Kaj pa jaz? Ja, pa sem pa jaz lepa, gremo v BTC, pa si za 200 evrov takoj nekaj kupim. Ne? Pa zapravljam lahko, ne? Ker ženska to ima zlata jama, to zmečeš not vse zaprav. Se pravi, če sem vas prav razumel, ne, se pravi, ki s tistim Ferrarijem tam žensko peca, pa ga zavrne, pol pa pokaže, ga pa ona zagrab. Ga zagrab zato, ker se nekaj racionalizira, da mora to biti sposoben človek, če zasluži tega Ferrarija. Sem prav razumel. Ona ima nezavedno sklepanje, ne? Naša zavest je omejena v tej pameti. Nezavedno je pa vesolje pameti. Mi smo 1000-krat bolj pametni na nezavedni ravni in ženska v nulo skalkulira na nezavedni ravni in intuitivno pa začuti, da tale tip je pa to lep. Ne? Ona hoče biti lepa, pa vidi, da je tip lep. Pa ugotovi, da se malo zmotila v izražanju, pa reče, da je car, ne, všeč mi je, ima neko karizmo. V resnici pa ona opravila kalkulacijo, ker je videla, kak avto ima, videla je, z kakve družine ima, kako mu je starš enega denarja, kako bo ona to dedovala, denar ne bo problem. Ne? Vse te informacije dobi, sprocesira in rata zaljubljena v nulo. Če se je dopade, kako me nasmejiš, ne, seks tudi slab, če je odlični bil seks, samo zaradi tega, ker nezavedno skalkulira, ne čisto vsak, ampak so pa te starletske ženske, ne, starlete, rekel cash pička, ne. Ona ima posebno intuicijo izostreno, ne. Ona tipa, ki ima denarja, ki je car, ki bo provider, ga izredno zamreži, ampak ne samo, ko rekel, zavestno pa načrtno, ona je nezavedno, prefinjeno napadalna. Ne? To starlete se dajo tako dol kombena, ker ve, zdaj, če se nam dobro dol dajala, gotovo. Se pravi, spornica noči na pamet. To ni starlete, da bi slab seksala. Sorry, ker tudi meni hodijo starlete, ne? Ko jaz vprašam, kako pa to se v seksu znajdete, zmagovalka, boljš od mene ni nobene. No, sem zanimivo, mene je pa ženska odvrnila, če je preveč obvladala. Ja, tu je pa moška je pa, ok, moška kalkulacija je pa druga. Ne, se pravi, tako se dobro z mano dol daje, se še skirm, kje se pa to naučila, se pravi, ta je pa promiskuitetna, ta ima kilometrino, ne, moški bi imel pa tam devica, ki ima samo mene. Ne, in nekateri, ki so malo preveč ljubosumni, to mu noti isto dela kalkulacija in ugotovi, da tistak dober seks se mogla nekje naučiti, se pravi, to je šla cela armija čez njo. Ne, to pa ne bi jaz, pa je pa treba še tam, ne, kjer je nekdo že nekaj imel noter. Ne. Naše nezavedno vse to ve. Ne, nezavest mogoče niti ne stukta tuk. Nekateri, ki imajo razvito čuječnost, znajo tudi svojo misel fejst razvozlati. Nekateri pa samo intuitivno malo čuti, tam mi pa ni. Je zato, ker naše nezavedno dela svojo kalkulacijo. 10-krat bolj pametno pa prefinjeno kot naša zavest.
Zakaj si pa moški tako želimo devic, saj moje generacije se jih je? Ja. A je to zaradi, ne vem, zaradi ega, da ti ni treba enega gledati vsak dan, ki jo je pred tabo? Rečemo, pri meni je to sigurno bilo. Ali je kaj drugega? Pa to so spet tle neke nezavedne kalkulacije. Zdaj, tista ženska, mislim, obstaja tudi prvega, se ne pozabi, ne? Zdaj on ga ne boš pozabila, zdaj sem pa jaz zlata rezerva. Ne? Zunam, ki se bo treba nekaj sejetle, si šla zunem z mano, pa ne. In pa je skozi nek minus not, neka nelagodje. Ne? Se pravi, jedni je neki, on je nudil užitek, un prvovrsten, si moški misli, ne? Je on nudil, zdaj pa jaz drugorazredni prišel tja, neki pa zakrpal primankljaj, tam ki ne, on ti je spizdo, ker je promiskuitetno, se dol daje z vsemi, ti si izvesela, zdaj pa jaz backup, jaz pa zlata rezerva uskočim. Ne. Tudi moško nezavedno ima svoje kalkulacije, ne, in zdaj moškemu ni glih fajn, recimo, da rine v tisto lukno, ki je že en tam ali pa 10 že bilo. Ne. Bi bil raj tako, samo moj užitek, pa od nikogar več. Ne. Se pravi, a ti si pa uživajo še s kom prej, pa za mano, ne? Moški bi bil lahko rad, nezavedno, pač ekskluzivni objekt želje, ženski, devici, tako kot je kot otrok hotel biti ekskluzivni objekt želje svoji mamici, ne? Ga je motil in sorojenci motijo, fantje, bratci sploh, pa še oče je bil tist, ki je to moja mamico, ne? Ampak veliko hrepenenje otroka pa je, dečka, ne, da bi tisto mamico imel sam zase. Vse okoli bi pobil, ker nima Nadja, zato bi dejansko boš bratca dubu, ko bom vrgel v gnojno jamo. Mi je enkrat ena mamica rekla. Ne, ni hotel bratca in nimajo bratca samo zaradi tega, ker je rekel, da ga bo ubil. Ne, ker bi, taka je človekova duševnost, sorry, tako je. Zato pravim, človek je skrajno sadistična žival, ne. In pa me jezike se tele nategujemo okrog, rekel, teh praznikov, ne, pa povojni poboj, kriv je človeški sadizem, ne totalitarni režim ali pa inkvizicija, ne, ker inkvizicija je, rekel, desna, povojni poboji so levi, ne, totalitarizem, komunizem, ne, človeški sadizem je tak, ne, otrok je skrajno polimorfno, perverzen, sadističen in tudi analna faza ima ime sadistična faza, ne. Bog nas je tako naredil ali pa mati narava. Sadisti smo. In zaradi tega sadizma se nam določeni psihični procesi tako obnašajo, kot se obnašajo. No, ampak danes vidim, jaz sem enkrat vprašanje zastavil na Facebooku, če je moškem vsem, če je ženska imela prej, ne vem, 100, ali pa koliko je tista zgornja meja. In je danes veliko mladih, jih to sploh nič ne briga, če je bila prej 100. Ne. On ima, izrazi se tako, človek je govorilo, gobezdalo nekaj izreče, kar ne misli. On se hoče carja narediti, ne, in skriti svoje ljubosumje in reče... Oziroma verjetno ima tako žensko, ki jih je 100 imela, pa more pol to zracionalizirati. Ne, lahko ima zracionaliziram, ali ima pa tip svojega otroštva tak, da je imel veliko sorojencev, pa ga ni toliko motil, pa še mogoče si zracionalizira v smer, da je, recimo, se pa fajn seksualno izurila, zdaj pa dober seksa, une ne znajo, taj dala pa že vojsko skozi, zdaj imamo najn seks, je pa super, ne. Ampak načeloma z tisto ekskluzivno sinovo navezanostjo na svojo mamico, deček ne more tako gledati. To gledanje je noro, ne? Psihopatsko bi jaz se rekel, tako ne gleda noben na tak način, da ga ne moče, če ima vojsko v njih. To pomeni, da je imel neki narobe z mamo, odnos z mamo. Recimo na tej, pri nam, jaz sem posnel video na to temo, tudi o tem Otelovem sindromu, ljubosumje, patološko ljubosumje. Ljubosumje je zdravo čustvo in mora biti prisotno, tisti, ki ga nima, je neki narobe z njegovo psiho. Ne, zdaj bom še enkrat povedal, Jan Krojcer, ne, zaradi katerega jaz nič ne kupujem v Mercatorju, ne, on svojo ženo, mlado z dojenčkom, posoja drugim, on pa gre pa na druge naseksati. In to razglaša, koliko je to v redu. A to sta dva iz Litije? Litije je Cvetkovič, Jan Krojcer je pa zraven na Koroškem.
Moja mamica umrla, ki je bil dojenček, tiste babe so si ga podajala. Zdaj pa on, kar iz cveta na cvet laufa, pa še to Tjašo Cvetkovič z Litije. Jaz sem klical in v Litijo in v Ravne. Sem rekel, kjer je ta zdaj tip, da to propagira, ne? In Mercator to podpira in je tam na plakatu s dojenčkom. Mercator je, še vedno imajo plakat, Jumbo ali kaj. Sej tudi nekatere velike firme, nekatere neumnosti propagirajo, ne bom omenil katere, tako da sem že rekel, da ne bom več hodil. Jaz sem dva Mercatorja najbližje, ker mi je tale Monte Cucoli ugasla trgovina, sem čist zbegan. Ampak ne grem ne v Mercator, ne tega, ne unga gor, zdaj imam pa Lidl, pa Hofer tam dol, pa Spar. 2 kilometra stran grem raj. Kot da jaz grem v Mercator, zato ker ne more ena firma podpirati tako rekoč svinganja pa dogovornega varanja, zato ker je Jan Krojcer je ranjena duša in on pa razglaša, kako je to normalno, da posoja žensko, ki ima dojenčka. Mislim, ta dojenček bo ranjena duša, bo zvedel, kaj sta ta dva med sabo delala. In zdaj, da bi pa jaz to na nacionalni televiziji povedal, gotovo, ne smem. Ne. In to je vse ta levi anarhizem. Ne. Jaz sem pa tako zaradi psihoanalize konzervativen, ne, ker nek rep pa glavo, pa moramo imeti v kulturi. Nekaj ne smore voditi in ta moralna razsodnost je velik moment. Ne. Tako da psihoanaliza vse razloži, ne. Jaz rekel, vse vem. Enkrat ste rekli v enem podcastu, video ali kje, ko ste gostovali, da pač denar za žensko lepoto mora biti, za kremice, šminkice, zakaj to? Mislim, ženska mora biti lepa, zato ker je to njena duhovna hrana. Ona, ki se gleda v ogledalo, mora biti sama sebi všeč. Ona, ki se lišpa, neverjetno uživa. Ne, mi, če bi se mogli lišpati, trpeli. Ne. Moški mora imeti neke mišice ali pa se z nečem kurčiti, mora biti v nečem dober. Ženska mora pa lepa biti. Zato, ker je narava kastracijskega kompleksa takšna, ne, da deklica, ko spozna, da nima lulčka, uveljavi celo preostalo telo kot lepo. To je naravno razrešitev, pravilna razrešitev kastracijskega kompleksa. Ne, se pravi, nimam lulčka, očka, kaj pa zdaj, se čemu biti? Sem pa toliko lepša, poglej me, kako sem lepa. Izhod iz kastracijske bojazni oziroma kastracijskega kompleksa, te krize, ona uveljavlja preostalo telo kot lepo in ga mora dekorirati. Ona ne more brez tega živeti. In jaz to razumem. In ne oporekam, recimo, kaj vem, tlele jaz sem eno omaro, tale moja ima pa 5 jih. Pa ne tečnarim zato, ker vem, da tako mora biti. Jaz ne rabim biti oblečen, ne vem kako, ampak ženska pa mora biti. Ker ne more brez tega, ona ne more srečna biti. Samo, kaj je lepa ženska? Meni lepa ženska, ki je naličena, našminkana, neke plastične operacije. Meni je lepa ženska, meni je skoraj vsaka lepa ženska, ki srečam v hribih. Ki vidim, da živi zdravo življenje, običajno ima lepo postavco, kakšne lepe pajkice. To je meni lepo, ne? Zdaj neka namazana, sfasadirana, da ne govorim o tistih napihenih ustnicah, taka bi pa rekel, ne bi diral ni sa štapom. Jaz pa vem, da tista, ki hoče lepa biti, ki se dekorira, ima pravilno sformatiran hard disk. Pridejo ženske k meni, ki je čisto vse narobe z njo. Pride absolutno nenaličena, ne, brez make-upa, brez maskare, ne. Ona sploh ne skrbi za svojo lepoto in pol vidim, da ima trojanskega konja nogt sreg biosa, ker ni bilo tistega fotra, da bi rekel, ti si moja lepa princeska. Koliko si pa ti lepa, 5 cent, da te stisnem. Ne? In ona ne ve, ni pravilno razrešila Oedipovega kompleksa oziroma kastracijskega kompleksa in pol njena psiha drugače deluje, če ne skrbi za svojo lepoto. Ja, to ne, je. In potem moški, sej ni treba, ne, meni so pa take všeč. Meni nekoč niso bile všeč naličene. Zdaj pa, če jaz vidim naličeno žensko, jo bolj spoštujem, ker vidim, da ima hard disk ima prav sformatiran. Razen tiste, ki ima tiste, recimo, takole je imela do ušes potegne, ne? Ali pa ne vem, ena je tok, ona mora glavo celo narediti, da sploh upa venjeti, ker ni bilo očeta v obdobju, ni imela sploh očeta in zdaj
nima občutka, da je lepa, ampak mora celo glavo novo narediti, da je sama sebi všeč, ker v 3., 4., 5. letu ni bilo očeta, da bi rekel, ti si moja princeska in dvomi v svojo lepoto. In mora celo glavo narediti tako kičasto, s to botoksu, žnable ven, fotor je zajebil, mislim, sorry. In enkrat sem v oddaji Klepet ob kavi povedal, unek se prehiter, tam ne vem kaj vse dela, ne vem, operacije 100, fotor je zajebil, ker ni bil prisoten oziroma ni tej svoje hčerki rekel, ti si moja princeska, lepotica. Zakaj moški hodijo na kurve? Ja, 100 stvari je vzad, ne, jaz poznam teh zgodb, zadnjič je en rekel, za rojsten dan so me peljali, sem bil toliko pijen, sploh ne vem, kako sem tja prišel, ne, so ga odpeljali, rekel, zdaj pa brez tega ne morem živeti, ne, heroin užilo so mu drugi dali, zdaj pa skozi na overdose, ne to delati, ne jeti tam, ker tam, ne, pa sem rekel, kako je pa seks, žena pa kurba, 1:10. Se pravi, 100 enot užitka z ženo, 1000 enot užitka s kurbo. Ker one se seksati naučijo v porničih, ne. Tudi če odglumi, samo moškem je toliko fajn, ženska pa ko mi čaka žena, ne, da to mine, ko ti žgeš, se tudi uglasne, ne, una tam kurba ti dela orgazme, toliko zverina, dobiš v šesa koslonček dumbo. In to je lušen za moškega, moški ego. Ne? In nekateri pač tudi nimajo, in celi so bili zadnjič, so nek intervju o in celi, sploh nisem vedel, kdo to so. Eni, ko ne dobijo žensk, ne? En moški ima feeling, znaš narad, pridejo moških meni 10 vprašanj, kako naj osvojim žensko. Ne? Pa priročniki, kaj moraš reči, ne smeš takoj. Sem rekel, te prvo, kar je, moraš biti iskren. Ne znam govoriti. Sem rekel, ti sam reči, je lepa. Ja, ne morem kar to, ja reči, ko pa tja pjezda, da si tako lepa. Ali pa, ja, ne znaš govoriti, kadar vidim lepo žensko, sploh ne znam govoriti, ti si pa tako lepa. Zmisli si neki, ne. Žnarjet, žensko je treba žgečkati z besedo. In meni se dopada, če nekdo moški pristno pove, da je lepa, ne. Ok, sem lepa, pa kaj še? Lepa si, ne. Pa dodaš pa dobrega srca, pa pametna si, pa, prav jaz pametnih žensk bojim, jo, kje sem jaz pametnih žensk bal? Jaz se bojim seks bombe, da bi rekla še, jaz pa ne morem več. Pameten sem sam, jaz ne rabim še eno pametno tam, nisem pametno. Mene izzivajo ženska, ki zna misliti. Naj se ne kurči z mojo pametjo, jaz hočem s pametjo zmagati. Pač, ker sem v tem obdobju, moj temeljni adut kurčenja je pamet, pa znanje. Zdaj pa, ne, bojim žensk. Kje sem jaz zdaj žensk mal? Če imam ego več kot vesolje. Bojim se feminilne ženske, ki bi rekla še. Ne, rok trajanja pa malo to odcrkne pol, ne. To je nočna mora za pravega moškega, ne pa ženska pametnejša. Samo veste, da tole se pa ne bi z vam strinjal, ker pravite, da mora žensko hvaliti, pa tako naprej. Neke izkušnje z osvajanjem imam, samo tudi diskoteko, pa sem druge osvajal. Mene je tudi malo psihologija zanimala, sem opazoval. Jaz sem gledal, kako drugi osvajajo, kako drugim ratuje in sem potem malo kopiral. In bom rekel, zmeraj so dubli tisti, je dubl eno žensko, ki je malo zbadal, zajebaval. Tu že. Ne, in jaz sem pol tudi na tak način delal in moram reči, da tam, ko sem iskren bil, 3 ženske so me pustile in glih tiste 3, ko sem bil iskren, ostale, ko sem bil pa kontra, lagal, nakladal, zajeban bil po domače povedano, tiste so bile pa noro zaljubljene vame. Ja, sem bi se pol te zveze propadle bi. Iskrenost je adut in človek je iskren, ne, in ženska iskrenost zapopade, pol skalkulira, ne. S tem tipom pa jaz ne bi živela, ker je moj oče bil toliko drugačen. Je sklepe nezaveden. Ne. Lahko da na iskreni formi, ki jo vidi, spozna, da s tem oke pa ne bo kruha. Nisem taka, da bi se sam dol dajala, ampak neke zgodbe z njim ne vidim, ker je toliko drugačen od tipa, ki ga jaz želim.
Ampak jaz načeloma svetujem, da ljudje morajo biti iskreni, si dati duška v tej možatosti in tudi povedati, kaj moškega zadane. Ženska lepota in ženska to rada sliši. Zdaj ne vem, ali tega le en plaču, da tole dela. Naj zajebav. Mislim, ne vem, no tole še jaz nisem slišal. Tudi ne vem, kje sosed bi tole bil. Zakaj si pa nekateri moški, bom rekel, srednjih let mojih, vaših umislili mlada ljubica? Ne, da si umislijo. Splet okoliščin je včasih tak, ne, ker obstajajo te ženske, ko jebe deca v glavo tok, da ne more več živeti. Zdaj, ali si bom dal heroin v žilo, ali pa crkno žalosti. To jaz poznam, koliko cajta pa niste seksali 5 let. Ne, mi ne da. Ne, kočem, ali bom umrl, one se mi pa ne stavljajo. Ne, pa 3 otroke imam, ne se ločiti. In pa moje nekateri ljubice načrtno. Ok, zdaj pa nekateri so zasvojeni z užitkom. Super. Ker to, zdaj, jaz sem prej rekel, ne, te, ko hodijo z razne te bordele, ne, v Avstriji so dobri. Baje. Kako veste? Ja, so mi povedali, te, ko hodijo je rekel, žena proti ljubica, oziroma ljubica, ali pa ta priležnica, 1:10, ne. Se pravi, če bi bil rad zadet, spiješ 1 pir, ali pa 10 pirov, pa še en viski čez, ne. Si zadet, pa lušen. Zdaj govorim o količini užitka. Ne, in dati se dol z eno ženo, ki je, ne vem, tam ti govori, kdaj pa tu konc, zaspana sem, ne zna, mislim, pa fafa ga nikoli, ne, tam pa pride ena mladenka z Joške do Koroške, to se daje bolj kot v vsakem porniču, 10 orgazmov doživi v 1 uri, ne, pa 5 nazaj na uno tam, rekel, ki je ledena gora. Ne, užitek je toliko velik, da se nekateri, ko nimajo močen nadjaz, ali pa je splet okoličen, da preračuna. Ne, jaz sem toliko potrpel, toliko dajem skozi. Ne. Zdaj, ali sem tole šel, pa živel naprej, ali bom pa v žalosti umrl. Nekateri ta sklep naredijo, nekateri pa prav eden je prišel k meni, tip je že umrl. Je rekel, jaz ne morem brez teh bab, študentke so, jaz sem tam profesor, asistent, imam ženo, 3 otroke, jih imam red, seksam super, vse, sam vsak teden še 1 ali pa 2 študentke nažgem. Sem rekel, raj ne to delati. Ne. Je rekel, ne morem pomagati. Sem rekel, jaz raj povem, da fuk brez muke je utopija, fuk je lušen, muka pa pol pride. Rečem tudi na odru. Se strinjam. Tip je umrl pol, ne. In to ga je infarkt zadel v srcu, pa pred svojim 3 otrokom, ne. Zato, ker ni upošteval tistega, kar smo jaz rekel, ne. Ampak včasih pride tudi ženska k meni, ki je imela verouk, krščanska, ne. Pa sem pa mogel malo preverjati, kako je seksom z možem enkrat na 3 mesece za 2 minuti. Jaz bi pa vsak dan. Vmes bila v polju, ne vem koliko mesecev, na antidepresivih je, samomor je delala. Sem rekel, gospa, ljubimca si najte. Ko pa Bog, glejte, Bog tole ni človek, da bi tam pridigal, ne. Glejte, če ste prišli k meni, je Bog rekel, 5 k vode pit, ta ti bo prav povedal. Sem rekel, gospa, ljubimca si najte. Ker vi boste ali naredili samomor, ali boste zboleli. Zmešal se vam bo. Vsega že imam. Ne? In se je ločila, pa 2 otroka imela. Ena je že bila stara 20, ena 15, ta pri 15 je imela malo problema, ampak ženska ni več bila na antidepresivih, shujšala nazaj, za 20 kg shujšala, ki je šla dol za antidepresivov. Dec je bil pa tak kreten, da so se midva zelo tam upravičila v imenu moškega spola. Taki kreteni so nekateri moški. Tako da te zadeve, rekel, je treba napeti možgane in zdaj svojim miselnim konceptom, ki je psihoanaliza, napnem možgane, tudi vem, kaj je moralno prav, pa kaj moralno ni prav, ne, pa, ampak včasih je, rekel, ljubica, ne, jaz si na odru rečem, libidinalna terapeutka za dušo in telo. Zaradi ljubic nekateri preživijo, bi že zdavni pofilali, ker imajo, žena je pol hudiča. Ne, to, da tudi recimo prostitucija ni tako negativistična. Ne, jaz terapiral tudi te nastavljavke, prodajalke ljubezni. Ne.
Sem rekel, pa tak je me fehto, ne, mal nazvodnika je bil, sem rekel, če jih bom jaz terapiral, ne bojo več kurbe. Še boljš. Sem rekel, no, okej. Ampak ženska, ki recimo je imela ali spolno zlorablo, ali ni poznala očeta, aseksualna, naredi 2 otroka, 2-krat sem seksala, tudi to je to. 2-krat v življenju 2 otroka, je ko bo pa dec bo raka na jajcih dobil. Ne? In takim moškim je ljubica rešitev. Ena ženska se spomnim, sem mislila, da imam najboljšega moža, potem je pa po 15 letih prišla ena ženska mlajša, pa rekla, veste, jaz sem bila vaša ljubica, vašemu možu 15 let, tam imam z njim, vaš otroci imajo pol brata, moj sin tam v avto je, sem rekel, pa sem vam prišla tole povedati, ker sem 15 let ljubica, zdaj me pa vaš mož vara s tretjo. Zdaj pa je prav, da vi izvete, da sem jaz njegova prva ljubica, zdaj ima pa še eno. A ta žena, ki pa ni vedela, je rekla, da najboljši mož, kar jih je njen mož. Pa skozi me ljubico. Doma pa funkcionira kot švicarska urca. Mislim, svet je zanimiv, mislim, zdaj moralno, kako, kaj, čas se ne splača niti pametno to delati. No, jaz unga profesore, ki ste ga omenili, ne, da mu tiste študentke, tist razumem, tist bi tudi jaz. Ampak ne razumem pa moških, da gre na prostitutko, meni se to gravža. Ne veš, prej en, jaz meni tam vstal ne bi, če sem iskren. Tako da ne vem, kaj to vidijo in meni je to sramotno, ker po en stran tu krize pa še ni, da bi mogel kaj jaz. Ja, to je res. Meni se bi za malo zdelo, ne, mislim, zdaj jaz imam za enega carja, ne, da bi jaz mogel recimo plačati, ne, jaz si predstavljam, da je vrsta taka, če bi se jaz sket ne spustil, ne, ampak da bi ona trpela, ko se jaz nekaj njo šel. Njo je treba plačati, da se ona smeji. Sam jaz sem pa zelo razmišljujoč, čuječnost imam, ne, in tam, ko se bi jaz nekaj šel, bi jaz skozi vedel, da ona trpi. Ker ona čaka plačilo, ne, namesto, da bi ona uživala, ker ima tako čast, da se jaz z njo ukvarjam. Ona pa čaka, trpi. Ja. Ona trpi, ne, jaz vem, da trpi, ona dela za denar, jaz mogo to plačati. Meni se zmeša na to glavo, jaz tega ne bi mogel, no. Ampak to sem jaz, ki imam pač malo bolj razvito to čuječnost, neko autoanalitičnost, ne, svoje misli znam motriti z raznih kotov, ne, in pa ko sklep, what, ne, mogoče, če bi bil fejst pijan, ker konc koncu zdaj tole prijeti za te obline, to je pa svoj vrstni užitek in ta užitek ima veto tudi nad uno mislijo, ki če spijen ni več močna, ne, ni bistra, ko ti sklepaš, da ona trpi, ne, koliko pa trpi 100 enot. A jaz pa, ko joške držim, pa je 200 enot in 200 enot je pa več kot 100 enot, pa povozi, ne. Ampak okej, jaz pač razmišljujoče bitje, ne, še kdo je, nekateri je pa egoist, ne, to sam čaka, da on uživa. Njega sploh ne zanima, ali ženska trpi ali ne. Poznam, mislim, moške, ko svoje žene take absurdne zahteva, da meni bilo sram, če bi to kot željo izkazal, ne. Nekateri zato, da on uživa, recimo, žensko spravlja v stisko. Kako je to mišljeno? Zdaj bom karikirano rekel, moški nekateri so perverzni, ne, in bi se rad, ne, mislim, obstaja to, ampak ne bom zdaj tisti primer, ki ga imam v glavi, ker je nedown. Jaz bi pa rad usta poscal. Ne? To so malo bolne zadeve. Ni tako bolna, ker poznam te zgodbe, ker meni povedala, ta pa ta je bil, sem rekel, tega poznam je čisto normalno. Ja, on se mi hoče skozi poscati usta. Jaz pa ne morem, pa poscati še ni višek, ne, obstaja tudi posrat na glavo. Ja, tudi to obstaja. In neverjetno uživa. In on ga ne boli, da ženska trpi pri tem, kar je njemu užitek. Da tudi tak Christian Grey v 50 odtenkov sive. On je pretepal tisto, ker je tak užitek doživljal zaradi pač narkomanske mame pa mačehe, ampak ona Nastasja Grey, ta Dakota Johnson, ki to igra, prvi del govorim, ne, ona tam v filmu je prikazana, da ona tam trpi. Njega to ne zanima, ker je količina užitka, ki ga sadistično doživlja, ko jo pretepa, je 10-krat večja od ideje, da je ona trpi. Ne, se jo razvaja vse. Ona ga ima tudi rada in
ona potrpi tisto bolečino, on je pa tam biča. In to biča, ta njena bolečina ga sploh ne prezadane, ker je količina užitka v njegovu sadistična, je toliko velika. Mislim, jaz to vse razumem, ne. Ta film, bom rekel, je kar genialen, ne. Nisem pa knjige bral, pravi, da je knjiga boljša, ne. 50 odtenkov sive je zelo konsistenten, psihoanalitično konsistenten film. Vi velikrat omenjate Oedipov kompleks, kompleks, ja. Lahko, jaz sem prepričan, da večinoma gledalcev sploh ne ve, kaj je to, pa če mogoče razložite. Jaz približno malo vem, ker to vaše poslušam, ampak dajva razložiti za gledalce. Oedipov kompleks je splošna znana paradigma. Kralj Oedip je Sofoklesova drama, kjer je ta oteklonog Oedip je bil zavržen otrok, ker je bilo prirokovano staršev, da bo ta otrok ubil pač očeta, pa se poročil z lastno mamo. In ta mit je Freud vzel za to paradigmo, ki se zgodi vsakemu, ne, to je univerzalna zadeva, ne, vsakemu otroku, razen če ni tam nek Romul in Rem, ko nista imela mamice, sta neka volkulja bila, ali pa te divji otroci, ne, ki so zavrženi, ampak načeloma vsak otrok ima očeta pa mamo in znotraj te družinske zgodbe, tega trikotnika se zgodi razmišljanje. Ne. Ta razmišljanje gre v smer, prva je oralna faza, dojenje, dojenček misli mamico, analna faza darovanja drekca v kahlico v zameno ljubezen, pa je pa falična faza od 3. do 6. leta, tam pa otrok motri anatomijo genitalij. On je že toliko pameten, da spozna, da deček, recimo, da je deklica ne cela, ne, razpočnico tam vidi, on misli, da je to eden to odrezal, ne. Kdo pa bi to bil, ne, da to odreže, ne, kdo, a tudi meni lahko to kdo odreže, ja, kdo bi pa to bil, ja, oče, ne. Oče je tisti, ki ima svojo ženo tudi rad, ne, koga? Moja mamico. In ta dva moška z lulčkom, ne, se borita, ne, pretepate se, agon se reče, ne, starogrščina, konflikt med sinom pa očetom za mamico, ne, obema je to želja. In v tej boju za to mamico more mali Oedip, ne, ta Oedipov kompleks, mali Oedip, mora biti poražen strani očeta. Poražen, ta poraz mora doživeti zato, da si mamice neha želeti. Mamica je želja njegovega otroštva, najbolj investirana želja, investirana pomeni najbolj želeča želja otrokovega otroštva, dečkovega otroštva, zdaj za dečka govorim, je mamica. Ne? In v boju za mamico mora biti poražen, tako da je mamica od očeta, on ima pa tam za sebe medvedka, pa spi in pol si neha želeti mamice, ne, ker se boji kastracije, ker v tem obdobju on razmišlja o anatomiji genitalij in on logično sklepa, da če si bo pa želel mamice, ki je očetova žena, sledi kastracija. In zdaj, če jaz želim obdržati lulčka, ne, če ne bom pa tako deklica, če želim obdržati lulčka, si moram nehati želeti mamice. In se vzpostavi tabu incesta. In zdaj temu procesu, da si deček neha želeti mamice, se reče razvoj moralne razsodnosti. Ne? Nadjaz, superego, je nasledek pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa. Pravilno razrešen Oedipov kompleks za dečka je pač, da postane v boju za mamico poražen. Zato, da ni kastriran, se jo neha želeti. Ampak paradigma, se pravi ta vzorec, da si nekaj ne smem želeti, ker si ne smem želeti, ne? Ker če si želi mamico, sledi kastracija. Ta paradigma se ukorenini v bios, v jedro nadjaza, ki se aktivira vselej, ko pride odrasel moški, ne, v situacijo, da si nekaj želi, kaj pa recimo ukrasti 1 milijon v firmi. Ampak to se pa ne sme. Ne. In on ne reče, ne, če tisti, ki je pravilno razrešil Oedipov kompleks, me bo Bog videl. On čuti, da to ni prav. Ne. Ker je doživel, da si želje njegovega otroštva ne sme želeti in ob skušnjavi, da se nekaj, kar si ne sme želeti, želi, pa zmaga ta želja, se aktivira pečenje vesti. In pol z notranjim moralnim kompasom si neha, torej ne ukrade tega milijona ali pa ne nategne prijatelju žene.
se mu pa nastavlja, ne? Ker ženska pa nima močnega nadjaza, ne? Močne moralne razsodnosti, ker ni kastratibilna, ne? Deklica pa nima tenkovit anatomijo genitalij, pogleda dol, jaz imam tako, koma pa on, lulčka, mezinčka, mami, a si nisi tudi imela, a si mi ti to odrezala, zakaj jaz tudi nimam, ne? Nima pa ona organa, ki se ji ga bi odrezala, ona nima groze, če si bom jaz želela koga očka, ne? Če si jaz želim očka ali pa če si želim mamice. Kaj bo zdaj z mano? A bo meni kdo kaj odrezal? Ona je nekastratibilna in zato je deficit v moralnem razsojanju pri ženski na račun tega, da je nekastratibilna. Ne? In ta bistvo Oedipovega kompleksa je, da otrok doživi deček kastracijsko bojazen. Oedipov kompleks pa mišljenje anatomije genitalij, očetovih in mamičinih in lastnih. Ne? Ta oedipalno-kastracijski del scena, ta trikotnik, je ključen za razvoj moralne razsodnosti, spolne identitete tudi, ne? Razvoja spolne želje. Zato ne boli še, pa še, ko jaz rečem tam v Državnem zboru. Problem gejev ni to, da so istospolno usmerjeni. Problem gejev, da so napačno razrešili Oedipov kompleks, zato so geji. Večina njih je zato gejev. Ne? Ker je anomalija bila v tej primarni družini, mama je bila agresivna, oče pa temnežen, ne? In vse narobe. Ne? Ampak ni problem, da je gejevski, istospolno usmerjen. Problem je, da struktura moralnega razsojanja pri njemu ni razvita. Ne? Z drugo besedo, večina gejev je pokvarjenih. Moralno izprijenih je, ker ne samo, da ko niso razrešili Oedipov kompleks in so postali identitetno zmedeni, spolno identiteto imajo zmedeno, spolna želja si napačno želi, glede na to, kako je v rasi homo sapiens, ampak deficit v razvoju te oedipalne scene je bil tak, da je utrpel nadjaz, škodo. In geji so znajo biti zelo pokvarjeni. Oni delajo tisto, kar je luš, ne pa tisto, kar je prav. In potem imajo pa te zblojene parade ponosa in se tistem otrokom kazijo, ki je to transparentno škodljivo, če otrok vidi tiste zblojene paradne, zafrustrirane moške, ki se temu maškare napravljajo, ko ne veš, kaj gledaš, ne? Ali pustne šeme, kaj je zdaj to, ne? Pa se pa otrocem te neka maurice, pa mislim, ne? Zdaj pa ta Oedipov kompleks stvari postavi na svoje mesto, ne? Kaj pa zdaj? Ja, Vodeb ne sme na televizijo, če bo to govoril, mu bojo vsi verjeli. Ko so pa spet naredili, spet bo družinski zakonik padel, ne? Jaz sem 2 družinska zakonika sesul, ker sem jaz svojim, ne, levičarjem dopovedal, da otrok rab moškega očeta pa žensko mamo. In moški je bitje s penisom, ženska bitje brez penisa. In otrok mora v oedipalni fazi to misliti za to, da se mu razvija moralna razsodnost. Mi rabimo moralno odgovorne moške, da bojo v red spravili to družbo. Ne ženske. Ženske so, ne vem, če ne razreši Oedipa, malo je zblojena, z moškimi se ne da, ne znajde, zveza ne bo ohranjala, ali je promiskuitetna ali pa aseksualna. Če je oedipalna scena, ne, reče se Adler pa Jung, elektrin kompleks. Ne. Freud je govoril o Oedipovem kompleksu pri deklici, ne, ker pri deklici je druga zgodba, ona pa drugače te zadeve zapelje, pač je neka stratibilna, ona svoj kastracijski nič, ne, kje pa zdaj, zakaj pa to, oče, zamenja objekt želje. Z prvega objekta želje mamice gre v oedipalni fazi na očeta kot bitje s penisom. Ne. Deček pa ohranja isti spol. Mamica je ženskega spola in naslednica mamice je spet ženska, je deklica. Ker mami se ne smem želeti, ker sledi kastracija, ker fotor mi ga odreže. Ne. In to je ta bistvo, ne, bistvo Oedipa je, da dečki postanejo moralno razsodni, funkcionalno odrasli. Deklica je pa tam v oedipalni fazi, se pa sama sebi smili in ko prije do situacijo, ko mora moralno razsojati, ne, ona vključi pa sočutje, ker deklica se v tej fazi sama sebi smili, ker nima lulčka. Da bo manj zrast, ne bom, sem pa toliko lepša. In razreši Oedipov kompleks, kastracijo, nimam lulčka, sem toliko lepša. In ko bom velika, bom mamica, lepa, nemočna, pasivna, oče bo pa za mene vse naredil, oče od mamice, ja pa bo pa moški. Ne. To je ta temeljna razlika med moškimi in ženskami, ampak temeljna razlika je v tem, ne, kar se feminizm noče slišati, da so deklice, torej ženske, moralno,
znajo biti pokvarjene, ker gradijo moralno razsodnost na sočutju, ne pa na tisti avtohtoni moralni razsodnosti med lušem pa prav zbere prav. Ne? To, kar moški naredi, in če ima moški res pravilno odipalno sceno, potem v eni točki moški v odraslosti lahko krši zakone. In reče, to, kar jaz zdaj delam, pa kršim zakone, ne? To je moralno prav. Tem se reče postkonvencionalno moralno razsojanje. Ne? Zdaj, če malo na politiko grem, ne? In Počivalšek, ko je nabavljal maske, ne? On je kršil neke podzakonske akte, ni bilo nekega javnega razpisa, ampak mi smo v parih dneh dobili maske. Ni bilo pa javnega razpisa, on Gale, ni bilo javnega razpisa. Iva Gale, ki je zdaj član SAZU, ne? Politično. Ne, Počivalšek je po mojem videnju, pa tudi Pečečnik, ne? So kršili mogoče, pa ne vem točno, neke paragrafe in naredili nekaj, kar je moralno prav. Kaj pa je moralno prav? Zaščititi narodu zdravje. To je moralno prav. Ja, kršimo zakone. Pa ko jebe zakone? Mi bomo narodu ohranili zdravje. In zdaj tisk imam postkonvencionalno moralno razsojanje. Da na vago, kaj je dobro za narod, za zdravje, je to, da se krši uradni zakon. Ne? Ker ženske pa, tudi ministri nismo nad zakoni, je rekla Anja Kopač Mrak. In so dali tiste koroške dečko, urejo. To ni moralno prav, če dečka ima ta, detka pa babica, tam vlada ljubezen, ne? Ali ta jih da pa, ker je zakon tako rekel, ne, tam zakon, Center za socialno delo in ministrica je tole rejo odobravala, ker je tako po zakonu. Ma jaz ga takoj ga kršim, ker je moralno prav, da sta pred dečkom babici. Ko bom pa z mano interpelacija pod Letovom, pa nič hudega. To je manjše zlo, kot to zlo, ki ga ta dva dečka, ki sta tam v reji. Ne. To je ta distinkcija med moralnim razsojanjem, pristnim, moškim, postkonvencionalnim, pa enim ženskim, ki je pa tam neko sočutje. Ne. Ki je tudi koristno. Ne. Kris, tam, otrok, toliko so trpeli, ki so tistega otroka videli in so zbrali 4 milijone evrov. Rodi stvori, ljubimci so dali, dec je tam dal, firma je dala 4 milijone evrov za enega krisa. Jaz sem pa sprašal, kje je pa pravičnost, teh krisov je pa 10. En bo dobil, ko pa ostalih 9, ker so premalo nergali, kje je tukaj pravičnost, ne? Ker postkonvencionalno moralno razsojanje pomeni, da znaš pravičnost pa krivičnost ločiti, da je nekaj je prav, nekaj je pa narobe, ne? Nekaj je pravično, nekaj je pa krivično. Ne? Jaz sem pa prepričal in zdaj grem pa jaz to, ne vem, v areno, pa to povem, pa se unem se spipa levičarjem, ne? Ker ta ženski del moralnega razsojanja, ta domuje na levi, ne? No, v politiki sicer ne bi zdaj Počivalšku pa teh maskah, ampak bi sam eno repliko dal, da poznam pa eno podjetje, ki so maske imeli, pa jih niso hoteli kupiti. Tista vlada, tako da s tem maskami je bilo tudi veliko čudenga. In zdaj to bi bilo treba raziskati, če kdo zaslužil in zdaj, če to neki prijatelj, ne bi bilo malo čudno, če sem jaz, ne vem, tam minister za gospodarstvo ali kaj je bil on, pa da glih moj najboljši prijatelj pa maske proda državi. No, tudi to je možno, recimo, če sta dva politična sovražnika, ne? In potem eden od političnih sovražnikov ima možnost, da maske, in ta je pa v funkciji, da jih kupi, ampak ne bo pri tem, ker je njegov politični sovražnik. Ta nima postkonvencionalnega moralnega razsojanja. Ne? Jaz bi marsikaj, recimo, imam smrtne sovražnike, ampak v dobro nečesa, ki je nad vsem, ki je plemenito, bi jaz s tem svojim najboljšim sovražnikom, sovražnikom, ne vem, s tem hudičem bi šel v posteljo mat, da bi neko plemenito stvar naredil. Ne? Jaz sem dal pač ta primer, ker sem se takrat poglabljal v to in sem kar precej preštudiral in sem ugotovil iz vseh dikcij, z vsega cold readinga, sem jaz ugotovil, da je Počivalšek delal nekaj, kar je dobro. Lahko da je imel še tam en zdrs, za katerega jaz ne vem. Ne? No, se jaz to ne trdim, samo vem pa, da obstaja podjetje, ki je masko imelo, pa jih ni mogel državi prodati. Ok, to je moralno pokvarjeno. Zdaj, ne vem kdo, lahko da je Janša imel, ne vem kako zamero, pa da Janša ni pustil, ampak ne vem, Počivalšek se ima tudi svoje zdrse, Počivalšek je tam na gor v Gabarskem. Mama njegova je rojena,
sošolka od moje tete je bila, prvoborka je bila pa babica, Brigita Unetič iz Gabrskega, babica od Počivalška, sestrično ima tle neko učiteljico. Ne. Tudi mama od Počivalška je bila učiteljica. Pa so se pa preselili, načeloma se je, mislim, da celo ločil od prve žene in zdaj ima drugo ženo. Ne. To pravi moški tudi ne naredi kar tako. Ne. Ok, sem rekel prej, da določene ženske so lahko tudi pol hudiča in včasih pa tudi ni drugega, kot da se ločijo. Ne. Tako da ne dam zdaj roko v ogenj za tega Počivalška, ampak paradigmo sem hotel povedati, ne. Kaj zdaj to pomeni? Paradigma, postkonvencionalno, moralno razsojanje, da ti kršiš zakon in narediš nekaj, kar je prav. Ne glede na posledice. Razumem, kaj hočete reči. Še tole, rekli ste tisti, ki ne razreši Oidipovega kompleksa, se pravi tu za dečka verjeten velja, ne? Je bolj pokvarjena. V času jim rekli pankrti. Dečkom. Lahko sam dokončam, da boste polno vse odgovorili. Se pravi, in tudi pravite, da iz ločenih družin ne razrešijo dečki tega Oidipovega kompleksa. Torej, a lahko pol sklepamo, da bi bili vsi dečki iz ločenih družin pokvarjeni? Ne pokvarjeni, to je zdaj en splošni izraz, ni tako hudo. Ne. Včasih tudi mama strogo vzgaja, ne. Saj včasih tudi pol mame teh ločenih družin, samska je, pa otrok gej rata. Ne. Ker mamica se ne sme otrok bati. Bati se mora očeta, ne mame. Jaz se mame nisem nikoli bal, očeta pa zelo. No, to je prav. Ja, jaz poznam zgodbe, ki so otroci postali geji, pa mama kliče na pomoč. Ne, sem rekel, gospa, vi ste ga naredili. Ja, če bi pa to, tepli ste ga. Mamica ne sme tepsti sina, ne, preveč, mislim, se spozabi pa udari. Ne, bi rekel, ta pokvarjenost, to je en širok pojem, ne, ampak nekateri so težko vzgojljivi otroci, dečki, nekateri lažje. Jaz sem dva sinova, sta različno bila vzgojljiva. En mal bolj, en mal manj. En je bila večja atomska bomba, en pa manjša. Ne, ampak oba sta bila živa. In nekdo se brez očeta kar nekako asimilira v družbo, ne, ampak tam recimo skritih kamer ni in si upa narediti pizdarjo. On je zelo v redu drugač, ne, ampak tam na samem pa pogleda okoli ben ga ni. Ko pa Bog, ne, zdaj, če je Bog tam, ne, če je mamica rekla, Bog obstaja, te vidi in se je Boga boječ in ne naredi, recimo, ker funkcijo očeta Bog prevzame, že pri 3 letih Bog vidi, ne. In potem Bog intervenira v moralno razsojanje. In tam Bog tisti, ki me vidi. Se spomnim, sem bil v neki krščanski gimnaziji, pa sem jaz rekel, takole se je snemal, ne, sem jaz rekel, jaz pa ne rabim Boga, ker čutim, kaj je moralno prav, ker sem je močnega očeta. Ne. So se kar nehali snemati, ne bo šlo na YouTube. Ne, Boga je pa treba spoštovati. Ne, jaz ne rabim Boga, ker imam čut za moralno razsojanje, inkorporiram strukturo duševnosti. Ne, tisti, ki nimajo tega privilegija, ki sem ga jaz imel, pa nekateri imajo kastrirane očete, brez očetov, te so pa, recimo, če rata ateist, da mama ni tam verna, recimo, pa če ni detka, ki upravlja funkcijo očeta, pa če ni očima, pa strica, recimo, in potem mama ga sploh razvaja, ga tudi udariti ne upa, ne, in potem ima on čut za moralno razsojanje okrnjen, ve pa kakšna je ustava, zakoni. In te, ki nimajo očeta, imajo rešilno biljko v Bibliji ali pa v ustavi. Jaz poznam enega, ki je imel očeta, ampak je bil ful razvajan, ker je bil bolan. Ne, foter ga ni v red spravljal, to je totalno razvajan. In danes govori samo, ustava tole piše, zakoni tole piše, po zakonu jaz lahko tole, ne, jaz imam te pravice. Saj kolega, a ti ne čutiš, da tega ne smeš? Saj to nikjer ne piše. Pa ti moraš imeti čut za moralno razsojanje, ti ga ne moreš imeti, ker te foter nikoli kaj čez rt vseku. Da te malo ne smeš. Pa proba, in pol ga je treba poriti udariti, ker je to vzgojno. Ne. Zdaj naše butaste feministke so prepovedale kaznovanje otrok, dečkov. Moralna dolžnost moškega je očeta, da svojega sina v red spravi. Ga mora oče, ne mama. In to ne z unim najedanjem. Če pa ne boš tole naredil, te pa nimam rada. Tla mu kaosno to glav naredi.
fotor ga mora, če noš naredil, lega, focka bo padla. Moraš narediti, veš, je prav, ne pa tam, pa ga ne pogledaš 14 dni. Se mu pa dela travma noter, ne. Zato je kratka vzgojna klofuta o enih, ne, klofuta je tisto neugodje, ki ga tako ponotrani pa poveže s kastracijsko bojaznjo, da pride v odraslosti zaradi teh klofut, ki so povezane s kastracijsko pretnjo, se mu inkorporira v odločitev, kjer med lušem pa prav, zbrati prav. In ta klofuta mu tem pomaga, da pride do pravilne odločitve. Očetova klofuta mora biti, ne mamina. Ne? In nekateri imajo pa te liberalne vzgoje, vse se mu dovoli, zakon prepoveduje, klofutanje, ne? Šel na policijo, reče, fotor, sam še enkrat se me dotaknil. So mi povedali v vrtcu, ti se mene ne smeš dotakniti. Otrok bo čez zjeban v moralnem smislu, ker je oča kastriran. Deček mora vedeti, da oče ni kastriran, da ima moč. Ne? Kaj pa, če jaz naredim, ja, oče vskoči. Ko pa pol, ja pa bo pa konc sveta. In se ga mora bati. Ampak, ko bom velik, bom pa tak car ko oči. Glej ga, mojega fanta. Tem se pa ne da dopovedati. Loki tih bot. Enkrat ste rekli, da če sin spi pri mamici, da bo ta impotenten. Zakaj erektilne disfunkcije lahko pridejo. Jaz sem imel kar nekaj teh zadev, ki so mi povedali, da tole ne deluje. To prvo smo rekel, ko pa prihodek je, zdaj nekateri nimajo prihodka. A sem rekel, vidite, prvo službo dubte, pa boste spet erekcijo imeli. Ne, ker je kastracija, mu lahko useka na potentnost. Zdaj lahko pa pride do hujših teh mot, ne, star še ni 40, pa že z Viagro mora se jeti. Sem rekel, ko tu pa ni normalno. Sem rekel, dokdaj ste pa z mamo spali? Ja, fotor je umrl, dolgo cajta sem z mamo spal. Ne, on mora biti v tem boju za mamico poražen. On mora testosteron nabiti. Ne? In pol tiste ženske, k tem se nastavljajo, ok, enega takrat, ki ga da dobim korajžo, ne? Korajžo je pa to borba, ne? Se mora naučiti, ko se bojuje za mamico, pa je porazen, ima bes vse. Ne? Zdaj pa obstajajo zgodbe, ne? Ko se pa mamica kliče, ko sem vas videl na televiziji, ste rekli tole okrog impotentnosti. Meni ne ostane. Dokdaj ste pa z mamo spali? Kako ste pa vedeli, ko morate vprašati? Pa znala sem, ne? Do 15 leta. What? Jaki pa oči sta se ločila? Pa je pa lušen spati, mamica pa, gospa, če so te ločili, te ne boste sinom spali. Ja, če hoče, ne sme. Ne? Še hujše zgodbe. Mislim, ne bom šel v detalje, ker tisti, ki bo to poslušal, se bo not najdu, ne? Ker je tako specifično, ne? Oči pa mami nista nikoli skrb spala. Jaz sem z mamico spal. Tudi pol, pri 13 letih. Sem si ga drkal, pa je mamica tam zraven mene spala. What? To je Fritzl delo, recimo, ne. Fritzl je spal do 15 leta, ločili sta se pri enem letu, ne. Mene te z televizije pridejo spraševati, ne. Hitler ima kako vlogo pri Fritzlu, kak Hitler? Hitler nima nobene vloge. Sem rekel, fotra ni imel Fritzl. Kako pa veste? Jaz sem rekel, hčerko si jo vzel, tabujen cesta ni ponotranil. To je samo eno. Fotra ali ni bilo, je bil kastriran, ali je bil tam nek invalid. In podatek, pri enem letu sta šla na razen. Ne? In pok se je pa Fritzl razgovoril, ne? Spal je z mamo, mama spala, Joška ven padla, on se je pa drkal, pa nago mamo videl. Ne? In kaj je pa ta Fritzl delal? Tiste tajke, ne? Seksualni turizem, so mu morale mrličinjo igrati, ne truplo. On je truplo porival tam dol. Tako perverzijo mu na seksualni ravni ven osekali, zato, ker si je na neki nezavedni ravni želel verjetno smrt mame. Nezavedno, nekje pa je oče, nekako. Skratka, te zadeve so tako občutljive, da tale tradicionalna družina, ki je rešitev za družbo, mora biti zato, da se moški, ženska na svoj način, ampak problem so moški, ker poganjajo to družbo, oziroma nosilci vsega teh podsistemov so moški, ženske se tam infiltrira, tam na nekih bypassih noter, se stremi dol daje, pa pride na vodilni položaj, pa tako naprej, ali pa kakve možate lezbi, ki se infiltrira, ki so tako falične, ne. Ampak moralno odgovorni moški mora biti v vseh družbenih podsistemih. Sej mi tvegamo, da je tam haremi, tam po firmah, ne, ampak določeni podsistemi bojo začeli normalno delovati.
tale naše Trbovlje, ne, v enem trenutku županja, podžupanja, 2 zavodi, ne, tale zavod za šport, same babe, nič ne laufa. Ne, zdaj pa kar naj tole posnamejo, kar ko se zdaj... Ampak obstajajo pa tudi neke uspešne direktorce ženske, ne, tako da zdaj čist ne moreš reči, da je samo moški, da so uspešni podjetniki. Tudi ženske so bolj stroge, bolj striktne, bolj natančne. Pa preplašene, pa gre moškega vprašati, ne, golob ne bo nobenega vprašal. Ne, če imeli recimo fajonko ali pa musarco, je tukaj preplašena, če je preplašena, se svojega deca prime, ne, pod pajsko. Zdaj mi je nekaj na misel palo, ko ste razlagali v tem friclu, ne. Se pravi, zdaj bi rekel, mama bila kriva, ne. Da je nagnala očeta. A mislite, da bo kdaj prišlo do tega, da ljudje pol za take zločine ne bojo odgovarjali, ker bojo rekli, je bila mama kriva, se ni sam kriv? Pa to sem jaz v državnem zboru povedal, ko so bile posvojitve v istospolno partnersko skupnost. Sem rekel, ko bo prvi posvojenec v lezbično skupnost kršil zakone, pa če v dobrega odvetnika dubo, bo vedel, kaj jaz govorim. Bo tožil državo, kaj vi mene trpate v zapor. Jaz sem to ukradel, ker sem mislil, da me ne bo to posnel. Čuta za moralno razsojanje, jaz ne moram imeti, nisem imel fotra. Ne, odi pa v kompleks, jaz nisem razrezal, sem 2 mame imel. Ne, kdo mi jih je pa dal? Vi z zakonom. Ne, in bo posvojenec v zaporu, ne, ali pa neznani donator sperme, pa 2 lezbike, sinu ne morata naseliti moralne razsodnosti. In ko sin krši zakon, ko je država zaprla, on se pa branil, čakajte malo. Vi ste dali mene 2 ženskam. Očeta jaz nisem poznal, sploh ne vem, kdo je. Mene ni noben red spravil, jaz nimam čuta za moralne razsojanje. Vi, država, ste pa kriv. Ne? In bo državo tožil. In ko sem jaz to v državnem zboru, pa je rekel, vse to že je v Ameriki. To, kar vode prav je v Ameriki. Ko pa je, ja, en tip razvajeno dete, ne, fotor odsoten, velik denarja, noben ga ni vzgajal, je rekel odvetnik, ta ni kriv. Ja, kako da se on je pijan, pa 2 je tam ubil. Ne, to on ne vedo, ne sme piti. On nima očeta, neprisoten, moralnega razsojanja, pa njemu ni, on ni sam kriv, da nima v biosu moralne razsodnosti. On ni kriv. Ne, jaz sem strogo teoretsko, Breivik, sem rekel, Breivik teoretsko gledal, ni kriv. On je bil nedolžen dojenček, se je rodil, foter pa mat šel na razen, pa v 1. letu starosti, mama je pa ljubimce dobila. Ne. Ja, ljubimce so prvi tujci, ja, ta tip bo ksenofob. Tujce bo sovražil, ker sovraži materine ljubimce. Pa bi pa še bolj pametnega delu, tale otrok, ta bo državo napadel. Država je simbol mame, mama je tista, ki namesto njega ima rada te strice, tenko libidinalne terapeute, ne, jebače. In ta mal bo napadel državo, kot simbol mame. Ne. Strogo teoretsko Breivik ni kriv, ki jo se postrelil. Kriva je mama, ki je od žalosti umrla, foter tam v Franciji s 3. ženo, se verjetno sem malo tudi jaz kriv. Ne, foter mogel v zapor. In ko so serijske morilce v Ameriki profilirali, ne, to so najbolj profilirani ljudje, so v eni točki, ne, mamo poklicali. Mama, vi ste ga naredili? Jaz. Kako ste ga pa vzgajali? Ja, me je mož zapustil in nisem imela, in sem bila prodajalka ljubezni. Sem otrok nikoli videl, sem ga vedno zaprla. 2-3 ure je bil zaprt v stranišču, ko sem jaz imela stranke. Ja, takrat se mu je pa nastavila psihopatija noter, ne. Je mogla mama urestiti. In teli zgodbi s Kecmanovičem, ne. Takoj, v enem dnevu, ko sem vse podatke dobil, mama je kriva. Mama, ne foter, ki ga je streljati naučil, ok, tudi foter, ampak on ni vedel, ampak mama je mu dala tem Kecmanoviči kosti varuško, ko se je rodil. Ona je pa delala kariero. A, tako je bilo, to ne vem. Ja, jaz vem, ker zdaj so pa na mamo pršli. Varuška je imela, ko je pa mama delala kariero. In ko je on ubil tiste punce, ne, je rekel, zato da mama trpela. Vse to sem pa prebral. Evo, jaz sem pa takoj rekel, zdaj pa poslušajte moj faktor, tam znalci v Srbiji, ki so čist narobe vse razmišljali. Glede, tole vse, ki vi govorite, ne, se mi nekako zdi logično, tudi tako povežen s kakšnim zgodbam, pa se mi zdi vse logično. Se poprašam, rečemo, ne, ampak
Kako da so bili pa, ne vem, primer, moji starši normalni, pa so imeli tako težak otroštvo in vse, rečemo moj oče in mama sploh očeta ni poznala, je umrl, preden se je ona rodila, ki je pač glih vojna bila nekaj zbolel, pri partizanih bil. Mislim, kako da so te ljudje bili normalni, ker jaz imam zelo normalno mamo pa očeta, tudi celo bolj liberalna, kot jaz sem bolj konzervativen, tako da... Ja, včasih ni bilo ideologije, edina ideologija, ki je bila cerkvena. In te božje zapovedi, če kdo nima moralne razsodnosti, držite zdaj Biblijo božjih zapovedi, Evangelijo, ne vem, kako tam se piše, ta knjiga The Book of LA, Denzel Washington igra glih na to temo, jaz sem posnel Zoom konferenco o moralnem razsojenju, tam poanta je, da ljudje, ko izgubijo moralno razsodnost, ker so po apokalipsi bile vse družine razsute, fotrov ni bilo, vse pobit, mame so same vzgajale tiste otroke in edina rešitev je bila Biblija. In tam iz anarhije, iz tistega kaosa bomo naredili normalno družbo, če bomo imeli Biblijo. Se pravi, če se bomo držali moralnih zapovedi. Tam je bila poanta. Zdaj pa, recimo jaz pa ne rabim Biblije, zato ker sem imel tradicionalno družino, ki ni nasedala nobeni LGBT, feministični, ne vem, trans ideologiji, ampak so delali zdravo kmečko pametjo, pa še meni je fotor rekel, ki me je parkrat me je na klamuzu, jaz sem bil tak živ otrok, sem jih dobil tudi, če nisem bil kriv. Pa sem enkrat fotor rekel, zakaj sem pa ti klofu za prazen nič? Za vsak slučaj. Je rekel, star ljudje so tako govorili, da je to prav. On me je na tepu, ker je slišal, da je treba sina tepst. Si rekel, mat so ti dobro povedali, ker jaz imam močno moralno razsojanje. Jaz znam kršiti zakone, da naredim nekaj, kar je prav. To imam neko vrlino. In včasih me rekla, kazala. Pankrtu ni noben, ni cerkev tu pankrti, Ok, cerkev je imela neke nastavke, ampak pankrti so bili fantje brez očetov, ki je gospodar nažgal tisto deklo, gospodarica je nagnala in ona dekla je tam rodila pankrta, brez očeta. Pa ni problem, da je brez očeta, problem je, da pri gor spravljanju, upbringing, ne vzgoja, gor spravljanje, ta otrok ni imel očetovega neja, Odipovega kompleksa ni razrešil, on ni imel moralnega kompasa in pankrti so bili pokvarjeni moški, ki so pristali v zaporu. Kršili so zakone, bilo vse narobe z njimi. Ker ni bilo vzgojne prisotnosti očeta in to je intuicija naroda to vedla. Mimo tega, da so imeli Biblijo, oni so čutili. Mimo pa spotaknjeno družbo s feministično ideologijo, pa enačenje spolov, pa gender, pa LGBT ideologijo, pa še trans ideologijo zdaj, transidentiteta. Ona prav, Leja iz Francije pride, tam se jo nagnali, obstaja tudi ženski penis. In ona predava zdravnikom, da bojo znali se soočiti s temi trans moškimi, ki imajo menstruacijo. Niso moški nima menstruacijo. Ja, ima, pa ženski penis. Pa kam smo mi to prišli? To vse dela ideologija, včasih pa ni bilo ideologije in zdrava intuicija, ki je prišla, plus še Biblija, recimo, ki je dost normalna, mislim, tako konzervativna, čist mimo psihoanalize, ampak recimo jaz sem konzervativen, ampak ne zaradi cerkve, zaradi psihoanalize sem jaz konzervativen in zaradi moje primarne družine, ki je bila tradicionalna konzervativna. Oziroma v taki družini sem rasel in imam intuicijo biti konzervativen. Okay. Ja, moj fantje. Tako da včasih je bilo bolj normalno vse. Zdaj imamo pa ovce so zasipane skozi medije, ki so samo levi pri nas. Sej republikanci imajo tam konzervativnost, ampak demokrati so pa tam močnejši, ker so mladci, ki so anarhični, nimajo nadjaza, so bolj militantni. Človek starejši je bolje konzervativen, ampak je umirjen. 8. marec to so anarhisti. Recimo, teli Ruparjevi upokojenci so modri ljudje. Jaz sem tudi apeliral na te Ruparje, pač se poznava. Bodite umirjen. Vrlina... Sam ne znajo oni pelati politike, da Okay, bi to je bili druga ljudem zgodba. všeč in
Zato ne bo le desnica nikoli v Sloveniji zmagala. Imajo svoje zdržke. zaradi... Ampak moj point je, da ljudje z starostjo postajajo modrejši, bolj preudani in so bolj konzervativni, zdravo, razumsko konzervativni. Mladci so pa anarhistični, oni bi pa uživali. Travo bi legalizirali, svi goli pa košta voli, pa fotopap, pa babo, ki je za radiator. Tamle dol je bil doma, Uranjak. Ne? Ali pa ta Smolej, pa z zlodej. naših koncev, ja. Ja, pa zdravnik foto. No, drugače, ko ste glih omenili Ruparje, pa te politika, pa to. Kaj pa to, ker rečemo te desni mediji, rečemo zelo grdo pišejo o Tini Gaber, da je priležnica, da je da je tret. No, kaj pravite na to? Jaz recimo Tine Gaber nisem nikoli kritiziral, neposredno. Ona je pač probala na feminilni način, mi ne vemo zgodbe s to Janjo Nemec Golob. Ženo, ki ima 3 otroke, Robert Golob, ki še kao ni ločen. Ne. Zdaj, ba je neki psihično, imam neke probleme, odvisno na kak način, kje so vzroki, ali je to primarna družina, ali pa skratka, ampak Tina Gaber je dost normalna ženska, ki se tam sili k tistemu, ki je alfa samec. Ne. Mal kolobari, preveč kolobari, torej teh moških je že sprobala malo more, bila tik pred poroko, tam kjer v Monako ali kjer je bila, od enega do drugega, sami alfa samci. In zdaj več od Goloba ni, ne. Nezavedno tudi tekmuje svojo sestro, recimo, ampak jaz njej ne očitam, ona nima, jaz celo kot antifeminist njeno početje tiho odobravam. Naj feministke vejo, po čem so hruške pa jabke. Lepotice, ki se dobro dol dajo, te so magnetne za alfa samce, ne una brkate grdule. Grdo rečeno, ne, se pravi, enako spolov pa te. Pa je, ta je klasična blondinka, ne, bi rekel, pa je fejs črna, ne. Ampak ni to problem. Problem je, da Robert Golob njo posluša. Ne se pa nobel zdi, ti bi mi bili vegetarijanci, sem jaz magistrirala iz veganstva. In ta gre prodajati vegetarijansko zgodbo v Bruselj. Samo ne, to tudi že prej prodajal. Ni? Ne vem, že pred volitvami je par takih. On bi moral nutriciste oziroma zdravnike, pediatre malo spraševati, kako je s to prehrano, ne pa priležnice. S priležnicom pa še tako, ne. Ko je on imel varnostno službo, ki ni bila ta državna, je imel neko zasebnost, neko tam ljubico. To je simptom, ne. Mislim, pa sovac, kjer jo pa ni imel. Zdaj, če gremo to malo naštevati, vsi so imeli. Pa ne bomo poimensko, ne. Moški, ženske ne pride zraven tle. Ne. Ženska na položaju, to seks zgodba konča. Seksualna karijera se je malo ustavil. Ok, so tudi redke izjeme, ne. Zakaj se ostal ta seksualna? Zato, ker ona kastrira moškega. Se pravi, vse jih moški ustrašijo. Nezavedno noče on imeti močnejši od sebe. On pride tja, on neki preskledniki pridejo. Pravi moški rab nemočno žensko. Meni pripeljajo, prijatelji so rekli, da boste vi meni povedali, kaj z mano narobe. Zakaj nima moškega, stara sem 38 let, sem rekel, v smislu, da 28. Hvala. Sem rekel, sem avtomata pa za 50.000 evrov, jaz sem uspešna. Zdaj sem pred doktoratom, imam službo pa firmo. Sem rekel, veste, kaj pa nimate? Je rekla moškega. Ne, ok, to mi je posledica. Nemočnosti nimate. Pa kjer si bo tako babol želel? Vi že vse imate, vas ne more moški spraviti v dolžniški odnos. Ko greste vi ven, hočete vi plačati. Ja, če imam pa to gnarja. Ja, lejte, narobe ste se lotili življenja. To je pa zdaj krivično, mene so pa učili, gospa, narobe so vas učili. Ideologija vas je narobe učila, enako spolov. Mislim, to mladenka pride, ko nima oplojevalca pri 38 letih, ker je tako uspešna. No, jaz sem dostikrat javno rekel, da ne bi želel imeti močne ženske, ker pač, ne vem, ne bi želel, ker hočem, da je ženska ženstvena in tako naprej in mi ljudje pravijo, da je to zato, ker sem nesamozavesten. Ne. Niti to. Jaz sem ful samozavesten. Močne ženske me tudi, so ne mi srat po glavu. Ne. To se ti pa pametno dela. Ti gre čez tebe, pa te kastrira s svojim mnenjem. Ne. Ej, čakaj malo, ti me podpiri, kuj me v zvezde, jaz sem tvoj petelin, ti se z mano ponašaš. Ne, bodi kura, mislim, karikirano rečeno, jaz pa kikirikam, ne bi ti petelinka. In potem daš vse v sebe v seksu, jo žgeš ko zverino, ona se čuti premagano. Simone de Beauvoir, ne?
sem se suvil njeno knjigo. Ženska je v seksu premagana. What? Sem pa tem feminilnim ženskam. Kako to misli premagana? Sploh ne ve. Moški, ko to poriva, pa to je fajn, če ne poriva, ni fajn. In jaz sem bil na teh proslavah za Simone de Beauvoir, vodilna feministka, ne? Eva D. Bahovec. Ti zdaj je od Dolar, Mladen Dolar je z Žižkov prijatelj, ne? Sej verjetno sta ločena, ne? Ona je rekla, da je najbolj pravičen in enakovreden seks med dvema ženskama. What? Nobeno ne premaga. Te feministke mislijo, da se v seksu premaguje. Take neumnosti imajo, ker so to spolno, seksualno ranjene ženske. Biti feministka, to je diagnoza, to ima svoj faktor, ki korelacija pomeni povezanost z mejno osebnostno motnjo. Polovica teh feministk je pretegnjenih. Pretegnjenost je mejna osebnostna motnja oziroma nedefinirana osebnostna motnja. Ne? Zdaj pa o tem se pa ne sme govoriti. Ne bo preveč zašla, samo dve stvari, da rečem, da ne pozabim. Zdaj prva je ta, se pravi, od te Tine Gaber, ne? Ja. Mene to zelo moti, da čeprav nisem pristaš Goloba delač od tega, ampak me zelo moti, da desni mediji pišejo, da je priležnica, da je Kaj ima to sploh veze? Če Golob dobro državo vod, mislim, ne rečem, da jo, ampak nima to nobene veze in zakaj moraš tako grdo, dej neko kulturo med in te desničari je žal nimajo, zato se pa potem naredi, da Golob dobi 50% na volitvah, tako da po isti poti gre pa po mojem Rupar. Dober je začel, ampak se bo nekje zrušilo ravno zaradi neke neprave komunikacije in tako naprej. Meni tudi ni prav, da je tam Mamić govori, da je konkurbina. Italijanski izraz in to v 45 minutah 20krat je to reče. No, ja, to sploh tekmovanje, kdo jo bo bolj žalil, mislim. No, jaz se pa ne žalim. Kaj ima ona veze z politiko, mislim, pa kaj, če nista poročena, če še ni ločen, me zanima, če bi njemu dal eno mlado, če bi on rekel, ne, pej tudi mene stran, mislim, lejte, to so... Zdaj, to je ta človeški sadizem, ki je načeloma... Anarhisti imajo svojo zgodbo in znajo biti sadistični na svoj način, ker nimajo nadjaza. Recimo, desnica ima pa močno analno fazo, tam varčnost ima, skopuštvo, šparavni so, ampak ta analna faza je tudi faza sadizma. Ne. Desnica ima problem tudi z inkorporiranim sadizmom v svojo politično strukturo. Čeprav v tem trenutku je levica bolj sadistična s tem programskim oziroma svetom RTV-ja. Zato sem jaz prej rekel, da je ta 17. maj, ki so ga praznik ukinili, oni ga niti ne bi smeli. To ni bilo potrebno. Ni bilo potrebno, tistega Dežmana bi tudi muzej, ki so ga ukinili, ne to delati, dajte zamenjati direktorja, pustimo muzej osamosvojitve. Ne. Ampak desnica ima nekontroliran sadizem in jaz sem rekel, da bi namesto 17. maja, torej praznik bi se mogel imenovati dan boja proti človeškemu sadizmu. Zato, ker ta sadizem bo ljudi skregel totalno, ker problem sadizma je uživanje. Ne? Sadist neizmerno uživa, te kot žalijo in tekmujejo, kdo bo bolj užalil Tino Gaber, oni sadistično uživajo. Ne? Ampak so se spravili na napačno osebo. In tudi prvoščijo kaj slabega. Ja, jaz pa na tej točki Tini Gaber ne očitam. Ona se je znajdla na feminilni način, meni se dobro zdi, ker najbolj trpijo pa celi zgodbi feministke. Ne, ker one se pa borijo glih proti tipu ženske, kakršna starletski tip blondinke, kakršna je Tina Gaber, jaz pa to pa odobravam. Ne. Mislim, s kislim nasmeškom, da se imajo vsi, se Melania Trumpa, knal za katale. Zame je carica, da ga je dobila. Carla Bruni je dobila onga Sarkozija, recimo, vedno je tako, ne. Boris Johnson, tudi za meno, pol leta mlajšo, Cerar isto, Janša isto, alfa samci gre na mlajše, ker je to večji užitek. Oni, ki so najbolj glasni, so pa malo navošljivi, ki ne morajo. Fovšija je, ampak tle ne gre toliko za fovšijo, tle gre za uživanje, ko ti jebe političnega nasprotnika. Ampak ta politični nasprotnik si po tem trenutku tudi zasluži mal, ker tole, kar se Golobu gre, meni ni všeč,
pa imam srce na levi, pa strbol sem, to ne dela prav. To nikoli več se ne bo najdel nekdo, ki bo šel v politiko, da bo tip politika, kakršen je Robert Golob, nepreverjen, ali pa Urška Klakočar Zupančič. To bojo sesuvali, levica bo implodirala, ker sta oba dva popolnoma nezrela za to funkcijo. Po mojem videnju, ampak jaz profiliram zadeve. Ne. Tako da, mislim, vse, če je pameten, ker ta celo se upraviči Golob, pa popravi, je skipljiv, koleričen, ampak popravlja napake. Ne. Zdaj, če bo to vrlino ohranjal in ne bo revanšističen na tak način, tam da nam reče, da bo kaznoval celo politično strukturo na RTV-ju, to je nezrelo, to se ne dela tako. To vsak politolog z enim Lukšičem na čelu ve, da se na tak način ne obračunava z bivšo vlado in da se jo pravno ne sesuva na tak način, kot demantirajo tiste ukrepe, recimo pa kazni, ki so abolicijo delajo, to se ne dela v normalnih demokracijah, se to ne dela na tak način. Ne? Ali pa ta Klakočarka, da pošilja policijo na drugače misleče, na mene, s pretvezo, da žalim. Če si neka taka javna oseba, moraš biti pripravljen malo več. Seveda. Prenes, ne? Javna oseba s tem, da me pluvajo. Tako da, ne. Če že toliko provociram. Še tole, da ne pozabim, tam ste nekaj omenjevali, da je ženska premagana seksualno, ne? Tako razmišljajo feministke. No, ampak jaz sem pa tudi zmeraj tako gledal, da sem žensko premagal, ona je pa zgubila. Ker jaz sem bil frajer, ona je imela pa eno številko več. Kako ženska? Ja, boriti se je bilo treba, da si ga ti lahko noter dal, ne? Si je mogel prepričvati in tako naprej. Ne, ampak ženski je neizmerni užitek, ko ga dobi vase. Ja, ona nič ne trpi v seksu. Ne, to ne, ampak marsikateri je drug dan žal, zato ker bojo rekli, aha, si mu dala. Ja, ker ni se mogla upreti lastnemu užitku. Zato je ta perverzni zakon, samo ja je ja, ker se drugi dan ti jo tam prepričaš, jo mal napiješ, ko je baba pjana rit prodana, ne se da predol, sam je treba ne omamiti. Napit. In ona rata pohotna. In poj pa žal rata. Ja. A nisem rekla ja. Čakaj mal, nisi rekla ja, sam ne, pa tudi nisi rekla. Jaz sem rekla raj ne. Ja, raj ne pomeni, da še mal, pa ti pa toliko zapasal, da te nisem mogel dohajati. Ne? Sam formalnega soglasja pa ni bilo in zdaj hoče to razglasiti za posilstvo. Ženska nima nadjaza in se ne zna upirati. Ampak ta dikcija, da bi jaz zmagal, v boju, v prepričevanju, jaz sem car, ker sem tukaj suveren, da tebe premagam, ampak ne premagam v seksu. Jaz te nadmudrim, jaz te osvojim, ti se meni ne moreš upirati, ker sem jaz tak car, tako dober osvajač sem, da te dobim. Ampak to ni tako premaganje, o katerem sem jaz govoril. Ona, te feministke, gre na živce, ko moški tam silo poriva v ultimate fightu, ko tam nasprotnik toče tega, on je v knockdownu in konc borbe, ženska v tem mazohističnem aktu neizmerno uživa, moški pa tudi neizmerno uživa, če je sadističen, ženska pa upije pa zaradi užitka. In zato ženska to nima, da jo moški v seksu premaguje. Ko pa jaz dobim kakšno pacientko, ne, tako razštela. No, in v tem trenutku je pa zmanjkalo baterije na telefonu. Midva z Romanom so se pogovarjala še več kot 1 uro. In ono najbolj zanimivo ni posneto. Jezen sem nase bil, da vam ne morem povedati koliko. In tudi v tistem trenutku ko sem videl, da to ni posneto, sem se odločil, da ne bom jaz več intervjujev snemal s telefonom, ker to je sem živčno. Prvič baterija zmanjka, drugič ne vidim, ali sploh snema ali ne snema, tako da sem se odločil, kupim kamero, neki fotoaparat primeren za to, tako da ne vem. Tako da Romanu se iskreno opravičujem za tole, ker ta zadnji del je bil res dober. Jaz sem nekaj od sebe povedal, Roman se kar začudil in pol mi je povedal, kaj pa kako. Ni bilo glih najlepš za mene, če sem čisto iskren,
ampak je bilo pa zanimivo in jaz bi to ful rad delil z vam. In Roman je človek, s katerim bi se jaz lahko pogovarjal 5 ur skupaj. Tako da jaz upam, da se čim prej zmeniva še za en intervju in da nadaljujeva. Pa če bo tisti intervju 5 ur dolg, pa 5 ur. Sam imela probleme, tam je en živo mejo, to bom rekel obdeloval, pa je bilo, skozi je bilo nekaj, tako da mogoče bi se mogla dopoldne zmeniti, ne vem, bo videla. V glavnem napiš po komentar, kakšen se ti zdi ta moj video, pa seveda, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Če ste gledali do tlele, vam je moglo biti zanimivo. Hvala, adijo.